Jaz mislim, da regeneracija je čisto precenjena zadeva. No. Nekje sem prebral, da so rekli, da ko prelaufaš maraton, si pa te prav dec. Tam pri 200 km, ko si videl tablo, veš, ko prvič 200 km, sem rekel, wow, je bil super, 202 km stop. Dolgo sem tukaj namučil sebe očitno, jaz sem dobesedno odlaufal, kakor se je dal po tisti cesti, pa sem mogel prečkati v center Livinja in potem po glavni ulici, nisem sam študiral, kakorkoli je. Sem tisto razdaljo, bilo je to okrog med 2,5 pa 3 km, sem v 9 minutih prelaufal. Sam da bil pa dec temle, pa imel 60 kg, da bi bilo sram majico dol dati na morju, pa hvala lepa, pa nobena stvar mi je tako redna, ne. Spoštovani in cenjene, in na moji desni zdajle, Iztok Deželak. Iztok, živjo, pozdravljen. Marko, pozdravljen. Zmenila sva se za petek zvečer in pred temle snemanjem sva oba ugotavljala, da je to itak idealen termin za naju, ker naju itak nikamor drugemu, kakšno nočno življenje ne more več spraviti, a je tako? Sva blizu tega odgovora, ja. Ampak vse, nekje sem te snel, si zelo zaseden človek, z katerega treninga, z katere dejavnosti sem te potegnil zdajle? No, malo prej sem pa res odtekel današnjih 17 km. Danes smo 17. pa smo bili 17 km, tako da evo, to je bila ta rekreacija današnja. Všeč mi je ta koncept, še dobro, da ima februar samo 28 dni, ne? Ja, da pa lahko začneš spet enke, ampak bilo bi pa zanimivo mi všeč, da bi vsak dan pač v mesecu tekel to kilometra, kolikor jih pač dan določa. To bi bilo pa kar zanimivo. Koliko bi bilo kilometrov, a znava hitro zračunati to? Mislim, da 390, da bi bil februar. Mislim, da nekaj tazga. A ne? Ne bi bilo več. Čakaj, dajva reči, že samo od 20 do 30, od 28 je, prav, 9 dni, po vsak ima več kot 20 km, je to že 200 pa neki, pa še prej. Ja. Po mojem bož ne računama preveč, ker vem, da obstaja čisto enostavna formula. In glavnino folka bo po mojem prav vedela, cik in točno vejo, midva pa ne. Ja, vem, da je od 10, 55 naprej pa potem, prištevaš po 155 najbrž, ne? Tako da 55 pa 155 je 210, pa dajva reči, da je 30 dni, še 255, pa sva prišla na 450 km od oka. Lep mesec. Ja, lep mesec, ja. Ti pa moram povedati, da prav to delam ta mesec. Resno? Resno, ja. Se pravi, jutri imaš koliko pol? 18, ne. Ko bo šla ta epizoda ven, ne, to se pravi, bomo to 24. Bom trpel in užival s tabo nadaljavo. Jih boš imel 24? Ja, bom probal. Mislim, da prvih 11 dni, ja, tako sem bili še na dopustu, tako da se veš, tista dolžina v štartu je lahkotna, ne, se tudi ni pač odlaufal samo 1 kilometer, pa 2, pa 3, se je malo več naredil, pa tudi časovno ni bilo problema, ne, zdaj smo pa spet nazaj, služba in ostale obveznosti, vse, ki so, pa mogoče celo urnik malo bolj naporno od samega teka, no. Bom videl, zdaj lepo po vrsti do 17. dneva je šlo, zjutraj gremo naprej na 18, pa to je to, no. Bom videl. Mislim, da se bo lušna taka baza naredila, pa en tak izziv, ne, zanimiv. Mogoče, bom videl, kako bo šlo, no. To sva zdajle sva, kakšnemu ultrašu tam zunaj, spet odcepla kakšno novo ali pa noro idejo. Sorči, spoštovani, Ici Sportiva, Iztok Deželak se je to spomnil prvi, tako da on ima... Bom še te prekinil, Marko, nisem se spomnil. Da bo pošteno, slišal sem za to zadevo, da obstaja, oziroma da je en dečko, ki ga poznamo, je šel to delati in lansko leto februarja in da mu je zneslo. Sicer, da je bil pred koncu, se je že to, ni bilo najlažje, da je bil prav že zajeban, ampak je šlo. Sem pa prav včeraj govoril s kolegom, enem ultrašom iz Romunije, Marius Butoc, en kar ekstra človek, tudi bom rekel,
In smo malo o tem govorila, je rekel, da je mislil letos januarja to poštartati. Lej, zdaj le, da sem zmislil, ampak mislim, da je rekel nekih 469 km, da nanese, če greš to delati januarja. Da je to prav challenge 469 ali ne vem, nekaj takšna dolžina, ampak mu pač ni uspelo, vedel je, da ne bo mogel cel mesec to delati, tako da se ni lotil, mogoče da je drugič. Evo, jaz sem pa pametno, se rekel, pa februarja, ko je bolj kratek, ne. Mislim, da si pol, ja, če odšteješ 31, pa 30, pa 29, so na 90, evo, pa tako, kot si rekel, pol prideš po 400, to je pa že normalno, ne, za človeka. Ja, tako. Ja, ne dvomim, da ti bo uspelo, sicer marca ne boš tega nadaljeval, ali kaj? Ne. Vse to teh prvih nekaj dni, prvih 10, pa to ni bila težava, pa tako. Se pravi, zdaj mogoče bo malo zaradi urnika, se zna kak dan malenko zatakniti, ampak mislim, da bom uskladil, ali bom pa kako malo bolj čudno uro bil po konci, ko grejo drugi, kam drugam bom šel jaz na tek. To je to, drugače pa nič kaj tako. No, ajde. To pa bom tako, taka lušna baza naredila tle v februarju, tako da mi lahko pol po svetu še kakšni drugi stvari, ne, kakšni drugi disciplini še malo zraven, ne. Ampak, se veš, tek je vedno nekje z nami. Kako je bilo na Kanarcih, preden greva naprej? Fino je bilo, take dosti prijetne temperature, srečo smo imeli z vremenom, po večini smo imeli kar sončno, mislim, da se je mogoče deževalo se skupaj urco, mogoče 2, tako da prijetno. Kaj imaš cel dan, se veš, greš pošportati in ti ostane še 2krat toliko dneva, ko ga imaš v povprečju, kadar si nekje doma, ne. Koliko časa ste bili dol? 12 dni smo bili, 12 dni. Pa to tradicionalno vi zahajate, ali kako? Pa tako zdaj že kar nekaj let, no. Gremo tako obdobje, konc januarja, pa nekje proti sredini februarja, smo dol nekje. Zdaj pa kar smo bolj kot nekaj na Fuerti, ker nam najbolj paše, ni toliko turistov, kot ima Tenerife ali pa Gran Canaria, je malo bolj tak na easy tempo, tako da kar ustreza, no. Sicer imam ful rad zimo, zelo imam rad snowboarding in vse, ampak iti malo iz tega mraza z nekaj dni na toplo, mislim, da ni narobe. Se pravi, potem treniraš sam dol, ali ste v kakšna večja druščina, Anja ne more s tabo, ker moraš sina merkati? Na dopust smo šli sami, smo pa dol srečali, oziroma sem vedel, da je še en kolega dol z družino, tako da smo šla z njim še kje na kolo. Anja je nekaj kolesa sama naredila, nekaj smo skupaj, nisva laufala, ne morva, ne. Ker Timo se zaenkrat reče z nekom druži, tako da malo se menjava, pa malo se prilagodimo in ni problema. Ja, par fotk sem si ogledal, ja, zelo vabljivo. Lih takrat, ko je pri nas zmrzovalo na -10, pa -15, gledaš tiste fotke, pa si rečeš, ja, dobro. Eni znajo zbirati timing. Pred kratkim si tudi praznoval, vse najboljše, Iztok. Hvala lepa, hvala. Zdaj si v maratonskih letih, ali kako? Ja, 250 metrov mi samo še manjka. Zdaj življenje po 40 je zanimivo, no jaz sem ravno zadnjič razlagal kolegu, da po 40 se ne zaveda, da si 40, ker se počutiš še dosti mladega, pa da te še ne boli. Nekje pri 42, 43 se začneš zavedati, da si že tam nekje 40, pa nekje pri 45 ti pa popolnoma jasno, da nikoli več ne bo boljš. Zdaj mi ti povej, kako se ti počutiš, evo? Pa, ko bi rekel, v redu se počutim, ne bom rekel, da se počutim 20 let starega, ne, ali pa ne vem sploh, kako bi to opisal, kjer prav, kako se počuti starega, ne vem, to, ko sem star sem, tukaj se počutim, ampak zaenkrat se kar v redu, no. Srečo imam, da zadnja leta nimam poškodb, edino malo pred novim letom se mi nekaj s kolenom, za 14 dni, 3 tedne me je malo dal na tako rahlo pavzico, pri enem padcu se je to naredil, ampak drugače pa nimam poškodb, kar pomeni, da lahko sem dosti aktiven, bolj kot ne sem cel čas kar aktiven v nekem takem kar solidnem tempu in mi pravimo temu trbolih, ne popuščamo, ne, in zaenkrat, če nisem popustil, ker mi tako ustreza, tako gre in
stvari, ki jih pač počnem, se pravi, malo bolj na ultra zadevo, malo daljše proge, ali je to tek, ali pa triatlon, ultra, ekstrem triatlon, se še kar da dosti narediti, no, bom rekel, oziroma z 2022 mislim, da sem bil še kar v svoji življenjski formi, no, kar se tiče ultra zadev, sem skoraj prepričan, da sem še bil, no, tako da mi paše in pritiskamo dalje. No, glede na to, da kar nekaj odličnih slovenskih tekačev na dolgi progi, atletov, recimo Primož Kobe, pa Jani Mule in podobni, so mislim, da tvoj letnik, no tako, ja, pa vsi, bom rekel, skoraj v primu, skoraj v najboljših letih, ja, pomeni, da glede na to, da se je včasih smatralo, da je človek po 35 že veteran, zdaj malo vi postavljate to na glavo, kaj posebej ga delaš za regeneracijo mogoče, ker to je, bom rekel, vsaj pri sebi vidim največji problem, se vse ostalo še nekako gre. Jaz mislim, da regeneracija je čisto precenjena zadeva, Prav. Sigurno, da se nabira iz dneva v dan, iz ure športa, sigurno, da se, ampak ne vem, zdaj sem dol na dopustu, če sem šel za 3-4 ure na bicikel, ampak pol tekom dneva sem pa lahko mogoče malo počil, imel malo bolj easy tempo, se tudi kaj usedel, legel. Mislim, da drug dan sploh ni bilo nobenega problema, ne. Če imaš pa službo, zgodaj vstaneš, si v službi, imaš družinske stvari, dodatno delam v športu, pa po večini se grem bolj kot tek, pač se grem triatlon, ne, se pravi poleg teka še plavanje, kolesarstvo plus, ker neki drugih športov imam še rad in potem sigurno, da si utrujen, vsak je utrujen, jaz pa zelo rad športam in bi bilo fino, ne, imeti malo več prostega časa oziroma časa, ki ne bi nič delal, se pravi, da bi se telo spočilo, ne, in če si spočit, to delam pred tekmo, imam neko taktiko, da vem, kako se res spočijem in takrat pa vidim, da je res razlika med tem, ali si utrujen ali ne, in regeneracija je sigurno potrebna in je tudi primerna, no. Ampak verjetno imam premalo regeneracije si pustim blizu, no, tako da verjetno. Mi pa pol prav pride, ker imam cilj, ker imam tekmo, vem, kako spalati zadnje dni in potem, ne vem, primer sem, ne vem, na biciklu, naredi 100 kilometrov in se ti zdi skoraj nič, ne. Če si pa ti v tej fazi treninga, iz dneva v dan naredi 100 kilometrov, pa si ful utrujen, ne, in potem si rečeš, fino, ne, res sem spočit, ne, tako da, tem se spočijem, pa vidim, kako je to fajn. Zdaj ugotavljam sam pri sebi, da sem preveč spočit in sem od tega utrujen, ne, ker nekako sem malo to kontinuirano laufanje opustil, pa takrat, ko laufam, sem še bolj polomljen pol, tako da ja, mogoče moram več trenirati, pa bom potem bolj cenil počitek. Koliko spiš na noč, Iztok? Ja, takole, spim tam 6 ur pa pol, mislim, da imam povprečju. 6 ur pa pol, za vikend pa en dan v tednu se pa ne spim tam 8 ur in to imam pa pol dosti, no. Pa mogoče se kdaj naredi, da me enkrat med tednom popoldne zmanjka, to naredim za pol urce, hop, in sem nazaj. Ja, to je pa, bo rekel, ne, to so pa fotri po 40, ki nedeljo po južni zadremajo na kavču. To ne, okej. Probal sem ene parkrat, tistih 15 minut nek power nap in lahko potrdim, da sem mogoče včasih podcenjeval to reč, da prav pride interes, lahko regenerira še za, povrekel, kar nekaj ur. Dejva, jaz sem si pa vse izpisal, pa je prišlo tako za pol strani A4, ne, kdo je Iztok Deželak, Ici, bom probal to na hitro prebrati, tako da, če ne boste razumeli, si te prebrali, pol hecam se. Iztok, Ici najbrž izpeljanka iz imena, ali kako? Ja, mi že od malih nog prijatelji kličejo Ici, Iztok, Ici, ja, tako je. V večini sem Ici, ja. Ici Sportiva je tvoje športno društvo, kaj pa, ne? Potem te poznajo, Ici Sportiva. Iztok Deželak, dame in gospodje, po dialektu ste ga prepoznali, da je v Trbovljah doma, kaj pa, ne? Born and raised, vsestranski športnik z redno službo, kaj pa,
mož oče, ki ga v gostilni ne boste srečali. Predvsej verjetneje pa tam zunaj na terenih, na zasavskih kuclih, na kolesu v vodi, na smučarski deski, celo na krosli ali pa kje na kakšnem igrišču z loparjem. Čeprav zase trdi, da mu tek ni najljubši šport, ja. Ima za pasom kar nekaj ultra, med drugim tudi zelo znani ultrabalaton. Navdušeni triatlonec je udeleženec serije ekstremnih triatlonov v prostem času, kar mu ga še ostane, nažiga bobne v bendu, ki ga je sam ustanovil, ali organizira trboveljski prenovljeni Knap Trail, ali pa celo vodi skupinske vadbe. Ja, njegov dan je dolg, več kot 24 ur očitno, ker to vse skupaj uspe spraviti skozi in biti še ves čas pač primerno energično nahajpan. Kdaj si zadnjič nažigal bobne? Malo pred dopustom. Se pravi, zdaj to njih, koliko bo, 14 dni. To je pa zdaj smo pa kar malo pavzic. Ja, skoraj bo, v nedeljo bo 3 tedne, tako. Ko nisem igral, ker me pač ni bilo. Ampak si aktiven, si pač ustanovni član benda in še kar nažigate, če je treba. Takole je, s prijateljem sva ta bend ustanovila leta 2004, moram pa povedati, da smo na žalost koncu leta 2022 s tem bendom zaključili, ker je prijatelj, ki je bil vokalist, imel težave z glasilkami in je glede na svete stroke mogel zaključiti s petjem, tako da smo bend ugasli. Mi sicer nadaljujemo, isti člani, le pevca smo zamenjali, oziroma zdaj imamo pevko, ampak isti žanr, bom rekel, hitra, jezna glasba in pičimo dalje. Hardcore nažigate, zdaj, sigurno bom narobe prebral, krešeš, napitaš ali nekaj tasga, ne pitaš, povej mi ti, kako se to prevere. Ja, bendu se je reklo, krešeš, ne pitaš. Ime, ki se je bilo mogoče malo težko zapomniti, dosti zapomnil, tisti, ki so nas poznali iz te scene, ni bilo težave, drugače pa, mrsko mi malo težav predstavljal, ta ime smo si nekako na pol zmislili, v eni taki hitri situaciji tako bilo in pol je kar tako ostali, ne. In pol smo kar drugih, že kar na plakat napisali, ker smo še njen malo bolj resen špil, smo kar bili krešiš, ne pitaš. Imena dejansko res tako nismo imeli in so pol kar ostali krešiš, ne pitaš. In pol so te koncerti kar vrstili in vi ste krešiš, ne pitaš, super, je bil kar tak dober hype in pa smo stali krešiš, ne pitaš. Drugače pa to fora, ki je en bosanski humorist, Ismet Horo, ki je govoril bosansko-mađarske prevode in en je bil tudi, kako se kaže, silovanje po mađarski. Je rekel, krešeš, ne pitaš. Na zdravje. Na zdravje. Ici, evo, zdaj, da boste vedeli, mađarsko-bosanski slovar, na hitro sva obnovila, glavne rekla. Kaj je bil največji uspeh benda v skoraj 20-letni zgodovini? Kot uspeh bi rekel, da smo izdali neki albumov, neki singlov, neki spotov, tudi tista avtorska glasba, ki smo mi naredili, sigurno to neki pomen. Drugače pa, ker se tiče predstav oziroma nastopov, mi smo kar neki dobri, sicer ta glasba je namenjena malo ožjim spektru folka, ne. Ni to nek mainstream, ampak smo kar igrali po dosti festivalih, dosti dobrih festivalih z, bom rekel, kar boljšimi bendi iz te scene, no. Recimo v Križankah smo bili predskupina od Body Count, Ice-T je pevc, verjetno tega se pozna, no. Oni so bili glavna skupina, mi smo igrali pred njimi, polne Križanke, super vzdušje. Tudi skoko smo malo pohengali, ne. V glavnem, v Kino Šiška smo igrali z Hatebreed, en drug koncert, tudi v Kino Šiška s Pennywise. Mislim, da smo trikrat igrali na Punk Rock Holidayu, to je tudi punk rock, pa nekako tudi neki hardcore izraven, največji festival v Sloveniji. Pa po večini teh klubov, ki podpirajo to glasbo v Sloveniji, neki smo bili tudi v Avstriji, igrali smo v Srbiji. Tako da, bilo je nekaj res dobrih koncertov, to lahko rečem, in to je bilo tisto zadovoljstvo, ko se nam je vrnil za vse ure tega, kakor smo prevadili, se kar, bom rekel, dosti zamotili, da smo naredili nekaj te glasbe, ampak to je taka glasba, če jo imaš red. Jaz osebno zelo rad igram bobne in imam red hitro glasbo, imam red jezno, imam red tako konkretno in
imam takšno družino okrog sebe, tako da to je pač hardcore scena, hardcore glasba in nismo od tega odstopali. Ne. Predstavljam si, da za to, da nabijaš par ur skupaj po bobnih, rabaš nekaj malega kondicije ali pa kar velik. Pa kar, bobni so kar, bom rekel, je kar šport. Ne. Mene bobni so zaradi tega všeč, ker je to nekak šport. Moraš biti aktiven, moraš biti dosti hiter, sicer zelo smooth bobnari, se pravi jazzeri, dosti, bom rekel, zelo elegantno igrajo. V tej glasbi, ki jo pa mi je, pa vse skupaj, že sam koncert je nek show, ne. In tudi za bobni ne igraš takole, ne. Poleg tega pa imaš dvojno bas pedalko, se pravi noge delajo 45 minut skupaj, roke hitro in v 45, prav ne vem, zakaj še kar nisem probal, enkrat, da bi videl, ne vem, primer v 45 minutah, koliko mi puls nabija, kaj naredim v tistem času, ker sem po 45 minutah precej, mislim, sem utrujen, priznam, sem utrujen. Noge, roke so zmatrane, mokri si, lušen. Kaj je rekla tvoja draga Anja, ko te je spoznala in ugotovila, da med drugim tudi se ukvarjaš tem žlahtim športom, ki, ne vem, poka šipe? Vem, da je navdušena nad glasbo. Glasba je všeč, ima tako širok spekter, kar se tiče poslušanja, posluša tudi kaj tazga, ko jaz ne poslušam, ne. Nič hudega, super. In je rekla fino, po mojem zdi čisto zanimivo, da se igra, je rada prišla na kak naš koncert. Celo v Ljubljani smo enkrat za novo leto igrali tam, ne vem, kako se reče, trg, to je pa pred Križankami, ne vem, kako se točno reče, Elvis Jackson so bili, pa mi smo takrat igrali, vem, da je bilo zunaj minus 8 stopinj, pa sem videl, da je uživala, ne, se pravi, da je v redu. Verjetno bi bilo bolj, če bi igral akustično kitaro, pa še kje zraven zapel, ampak vse ve, ko je dobila, no, tako da to je to. Tako, evo, sej pošteno, ne morejo vsi 5 šlagerčkov, 4 strunko, ali pa 6. Si sinu že kupil kakšen otroški komplet bobnov, da ga boš naučil? Ker bi star, mislim, da 1 leto, tam okrog 1 leta smo mu že kupila bobne, se je usedel za njih, Timo je zelo aktiven dečko in jih je razbil, tako da jih ni. Sem pa zdaj že nekaj časa vidim, ker zdaj nazadnje, ko smo imeli koncert po Sloveniji, no, smo je bobne postavljene že en dan prej, pa je prišel gor, pa sem ga dal za bobne in bo paše, red ima te, bom rekel, glasno glasbo, vse to mu ustreza. In se je ful fajn imel in zdaj čekiram, bom najbolj verjetno kupil elektronske bobne, glede na to, da živimo v bloku, da imam en prostor, imam zase dol spodaj in da verjetno elektronske bobne dol. Študiram tudi, če bi dal tisto sobo izolirati, pa kupil te prave, no, sam ne vem, kako je to za blok. Tako da v prihodnje bo sigurno še okej, no, če mu bo fino, zakaj ne bi malo daril? Jasno, mislim, če foter lahko razbija, pri 42, ne, ga pa sine ne bi, ne. Dober izgovor, pač da, lahko jezo spraviš iz sebe. Muziko tudi kdaj poslušaš na teku? Jo, poslušam, Bom Takšno, rekel, kar dosti. tudi to muziko, svojo muziko, oziroma to zvrst, Ne, avtorske glasbe, ne vem zakaj, že včasih so imeli kakšni prijatelji, so razmerno tako uspešne bende, pa sem rekel, poslušaš zdaj? Ne, pa so tako rekli, pač ne, pa se mi zdelo tako čudno, zakaj ne? In zdaj tudi jaz sem jo današnjo glasbo nisem tako veliko poslušal, saj sem jo velikokrat slišal, ko sem jo igral, ne. Drugače pa ta zvrst mi ful ustreza, no. Je pa čisto odvisno, v kakšni situaciji si, ne. Kdaj greš mogoče na krajši tek in rabiš, veš, da boš bil, ne vem, 1 urico zelo intenzivno in takrat ti paše, ne. Spet drugič si, ne vem, na terenu od 15-20 ur plusa in takrat mogoče ti paše pa čisto nekaj drugega. Ti mogoče pa nekaj paše, ko imaš še pa, ne vem, saj tudi ta muzika ima običajno zelo globoke sporočila v svojih besedilih, ampak kako mogoče čisto drugače, kako bolj umirjeno, ali kako, ko ima en tak ritem, ki te malo odpelje, se veš, ta ultrasvet je druga dimenzija, tako da dostikrat si jo privoščim glasbo, no, jo poslušam, ne pa vedno, no, čisto odvisno, koliko mi paše. Saj jaz sem si par komadov vaših pol šel poslušati, ne, prej, ko sem čebulo rezal, ampak me je kar dvignil, res, skoraj sem si... Pa so ti solze dol tekle, ne? Solze, skoraj sem si prst odrezal, še dobro, da sem malo daljše nohte, da se je ustavil.
zelo, mislim, zanimiva tudi meni ta muzika všeč, čeprav, ne, ja, to, ko si rekel, rabi biti ta pravi moment za njo, ja, ne predstavljam si, da bi lezel tam počasi v ta naš storčič gor, pa bi to nažigal, ker bi dejansko zadeva ne bi šla skupaj eksterier pa Tako, ta ja. muzika, tako da ja, se strinjam, no. Poslušaš tudi kaj drugega, razen muzike, pisam poleg svoje žene, če res kdaj skupaj. Če poslušam še kaj drugega. Ja, podcaste, mogoče kakšen radio. Ti bom rekel, zdaj se ti bo fajn zdaj, ko bom rekel, da marsikaj tvojega poslušam, no. To je res. Ja, fino mi je. Včasih mislim, da je kak gost, ki mi ne bo zanimiv, in pol vidiš, da si mogoče izvedel nekaj takšnega, kot marsikoga drugega itak ne bi. In mi je zanimivo, tega dosti poslušam. Pa ima še en prijatelj, en podcast, ki ima pač malo drugo zvrst, je tudi fino. Potem pa zelo rad imam tudi neke ekipe, snowboarding scena, ki imajo pa tudi goste, razne iz teh bolj scen, bom rekel, snowboarding, motocross, skateboarding in tudi to mi še zmeraj zelo ustreza ta scena, zelo jo imam rad in iz tem ven pa seveda, ker se tiče glasbenikov, to tudi rad poslušam. Mi paše. Zdaj, ti si bil nevrš, tako kot tvoj sin, tudi hiperaktiven otrok, ukvarjal si se z mnogimi športi, preden si prišel pač v te vzdržljivostne, menda si v mladosti bil kar perspektiven namizno-teniški igralec. Ja, v celo osnovno šolo, pa nekje do sredine srednje sem res igral ping-pong, prva leta za Trbovski klub, pa me je nekako pot je potegla naprej v Ljubljansko Olimpijo, no, tako da sem za Olimpijo Ljubljana igral, oče me tja na treninge vozil, večinoma počitnic sem preživel v Ljubljani na raznih pripravah. Dobro je šlo, no, mislim, da do takrat, ko sem igral, sem bil nekje med boljšimi v Sloveniji. Ampak to je bilo vsak dan, tudi po dvakrat na dan, sam telovadnica, vse je bilo v redu, ampak nekako sem pol videl, da ni neke hude perspektive v tem športu, si ves čas v enem prostoru zaprt, tudi družbe ni bilo več tiste prave, po drugi strani sem pa tudi rabil malo te svobode od zunaj. Močna scena v Zasavju je bila ta, skate scena je bila zelo močna in mi je samo ful veliko smo skatali takrat s fanti, praktično vsak dan pol bi sam še skatal. Še bolj od tega je bil pa snowboarding, no. Tudi polet sem hodil boardat, pozimi do zadnjega metra snega, ki je bil tam na tleh, kakva flikca, ki je ležala. Tako da nekako me tisto pol malo bolj prevzel, bom rekel, tam sem se pa sam najdel. Mogoče sem se prvič, da sem se sam nekje najdel, se veš, ko si mlajš, pa te probajo starši nekam dati, da si už dobro imel. Sem bil navdušen nad ping-pongom, sigurno, da sem bil, ampak potem kasneje pa sem videl, da mogoče, če bi hotel še vztrajati v tem, bi mogel trenirati dvakrat na dan, cel teden, verjetno se preseliti, še mogoče kam bolj stran in nisem se za to odločil, no. In mislim, da je čisto okej, da smo tam, ko smo. Ja, pol si sproval kar nekaj adrenalinskih športov, si pač eksplozivc, adrenalinc, no, motocross, snowboard. Mislim, zdaj tako ekstrem, kakor pač vzameš, ne, spadajo pod ekstremne športe, seveda tudi zadnja leta so šli te športi, kar ni mej, ne. Že takrat je bilo zanimivo, ampak v bordanju sem bil kar aktiven, sem kar imel jajca, moram reči, no, smo kar skakali daleč, visoko in na žalost je bilo tudi kdaj blizu tega, da bi bilo ful narobe, no, sem imel tudi kar močno poškodbo, vrtence sem si zlomil na bordanju, sem tudi nekaj časa mogel zaradi tega v bolnici preležati, pa steznik, pa bergle, pa en let sem bil v avtu. Pa smo motocross veliko vozili, predvsem smo pa se odločili, da bomo tudi mi freestyle motocrossisti, ne, in smo naredili skakalnico in smo začeli nažigati, ne, in pa sem enkrat motor zamenjal, sem kupil močnejši motor in itak nima veze, sam gas in sem na tisti skakalnic malo zajebal in sem šel z enih kovinkov, ki je bilo 7-8 metrov na glavo, tudi takrat je bilo tako situacija in neki poškodb je bilo, no, pa in ne vem, ko bi rekel, še zmeraj vozim motocross, sicer zaradi, bom rekel, tegala ultra zadev oziroma dolgih treningov in teh tekem, mi preveč časa druge stvari vzame, se pravi, predvsem tek, kolesarstvo, nekaj plavanja in bom rekel, da prav priznam, da kdaj sem rekel, zdaj pa 2 meseca ne bom šel na motor,
ker tam velikrat padeš in velikrat si kaj narediš. Ne? Tako da tudi skate sem zamenil za longboard, se grem malo voziti, ker se pa borda tiče, sem pa tudi te višine pa dolžine pri skokih precej omejil. Mi čisto streza, nimam več slabe vesti, da je tako, ko je. Mogoče sem malo bolj freerider, ne več freestyle, ampak še zmeraj imam tu zelo, zelo rad. No? In zmeraj mi je to pasalo, ampak realno, glava drugače dela, ko si star 20, kot zdaj. Realno tudi nisi več tako sposoben, ko si bil takrat, sigurno, da ne, edin, če bi bil v dotično enem športu aktiven iz dneva v dan. Ne? Lahko greš ti, lažje greš ti, ne vem, cestno, ultra kolesarsko, realno, kot v freestyle motocross, a je tako. Ti ne boš nikoli naredil backflipa s crossom, 100 ali pa, če si už zamislil, tudi balaton, je pa opcijsko, da ga kdaj prelaufaš, ne? Primer, in tako je. Ja, čeprav, ne, je tudi ultra tek, lahko smrtonosen šport, je večja verjetnost, da boš preživel na maratonu. Velikrat je ekstrem, ne? Ja, ekstremen pa tudi, ja, no, ampak zdaj, preden si šel v ultre, ne, si šel iz teh pravkar omenjenih športov, v dokaj dolgočasno premikanje ene noge pred drugo, navaden tek, dokaj kratek, ne, kje bo pa ta življenjski preskok, da si rekel, zdaj bom pa jaz proval za nekatere najbolj dolgočasen šport na svetu, ne, eni hodijo, ne, drugi pač laufajo, ker je malo hitrejša hoja, nič se ti ne dogaja, ne, zakaj vraga, ne, je adrenalinc, človek, ki je poslušal jezno glasbo, se ukvarjal z kar zanimivimi športi, šel pa teč. Aha, bom rekel, vse opustil zadeve nisem, pa da bi rekel, da bi čist zamenjal, me je pa malo peljalo v to smer, ne. Čist ko je bilo, no, en prijatelj mi pravi tule v Trbolih, jaz bom pa probal 21 km prelaufati, polovični maraton v Ljubljano bom šel letos, pa sem študiral 21 km, jaz sem dostikrat laufal, že na pripravah, ko smo ping-pong igrali, pa nasploh, staro mamo sem na drugem koncu Trbol doma in če nisem imel skejta, če sem slučajno šel peš, sem zmer laufal, ker hoditi je prepočasi in je res dosadno in sem zmer laufal in sem dosti laufal. In potem sem študiral, mogoče bi pa jaz učil na 21. In tako sem se leta 2007 sem se odločil, grem jaz probati, kaj je to 21 km. Mislim še na ljubljanski polovični maraton, ne. Ker bom rekel, da me moti, ko pravijo, sem bil v Ljubljani na maratonu, pa laufajo 10, ne. Maraton je samo en. Tako da na 21 km razdaljo sem šel 2,7, sem odlaufal, takrat sta bila še 2 kroga, mi gremo tako na cilj, k Maxi Marketu na 21, druga je pa naprej tako na 42, pa jaz pogledam enega tipa, pa si mislim, ni možno v življenju, da bi še en krog naredil, no. In to je bilo za 2007, je bilo v redu, ne vem, šel sem 1 uro pa 40, pa se mi zelo se verjetno je v redu neki, pač to sem sam probal, ne, tako da pa se rekel, to je to, kar se tiče tega, ker itak je brez veze, ne. Ampak pa 2011 sem pa poli šel spet v Ljubljano, na maraton, pa naprej. Kaj ti je ta zveklo, da spet kakšna stava in si rekel, zdaj pa, Klint, če tist možakar tam, ki bo na pol mrtev, ko sem jaz zavil v cilj, šel še en krog, pa jaz tudi mogoče moram probati ali videti ali kako. Mogoče prvič prišel do tiste faze, veš, ko si rečeš nikoli več in poli, čez par dni, čez teden, čez mesec naprej, pa vidiš, da je bil nek čar v tem, ne. In ne vem, ko je pol bilo, nisem treniral teka. Nisem, definitivno, ne, sem pa pol kar enkrat študiral, tako pa če bi šel, to je bila fora, nekje sem prebral, da so rekli, da ko prelaufaš maraton, si pa te prav dec. Evo, ja. Mogoče je bilo tudi to tle, in sem rekel, nič, bom pa probal maraton, pa sem pač prijavil, pa sem šel leta 2011, sem šel v Ljubljano probat, še bo šlo 42 km in je šlo in nisem imel nič bolj zjeban, kakor par let nazaj na 21 km. Isto sem bil zjeban na cilju, tako kot na tisti polovični razdalji in potem sem se pa vprašal, se da, ne. Pa me pa počasi začel malo jemati, ne, pa vleči tja, pa da vidimo, ko se vse da. Zdaj, enkrat si spremljal tudi očeta na maratonu, če se ne motim, kdo je bil prej tekač? Pri bajti je bil on, ali si bil ti? Moj oče je bil športnik, potem pa je imel malo spondilitis, je imel zelo hude težave s hrbtom v mlajših letih.
tako sem jaz zdaj star. In potem v telih, bom rekel, zadnjih, oziroma od leta 2012, je pa dobil ta biološka zdravila, ki so mu pomagala, plus tega je pa skozi, bom rekel, redno telovadil in nekako se mu je spet odprl in lahko začel, bom rekel, malo bolj konkretno športati, ne. Tako da mogoče smo ga takole, smo rekli, gre zraven, gremo malo laufati in je začel laufati in jaz pa šla enkrat skupaj na 21 in potem sva šla skupaj tudi na 42 kilometrov. Veliko sva že skupaj prelaufala, ful veliko, skozi hodimo na teh troj, gremo vsako leto, kadar je, pa tudi neki maraton sva skupaj odlaufala, pa polovičnih, tako da, mogoče sem ga tukaj, da sem ga pa jaz navdušil, no, oziroma potegnil za sabo. Je bil potem tudi malo bolj pomirjen, ki je rekel, okej, skroslo delati, a ne, tiste osmice v zraku, je bilo sicer fajn gledati, ampak rajš vidim, da laufaš po cesti, ne, tudi če so tovornjaki zraven, je manjša verjetnost, da se boš sesul. Si predstavljam, da verjetno je tako, ne. Verjetno je bolj, ne, čeprav je bil navajen in bom rekel, je bil dostikrat zraven, ko smo bordali, ko smo nekako konkretno skakalnico, ko je vedel, da je lahko precej narobe, ampak ne vem, verjetno mi je koliko toliko zaupal, pa konec koncev saj kaj češ, ne, nekdo nekaj dela in komu boš rekel, ne tega delati, Mirki bod previden in bom rekel, na konec koncev je zmer podprl zadevo. Čeprav imam še zdaj problem, ko mu povem, kakšno imam željo za naprej, to je komentar Trbovsk tak, da ni primeren za da bi ga posneli, ne, ampak potem je pa zraven, pa akcija in je redni član moje ekipe, no, kamorkoli gremo, tako da super. No, evo, zdaj sem prišla do maratona, ampak preden si odkril ultra, si odkril pa še triatlon vmes, Bog pomagi. Ja, Denis Šketako je en naših najuspešnejših triatloncev, ne, in je moj prijatelj dober. In je rekel, tam 2010 je že šel, je rekel, jaz sem probal Ironman, jaz sploh nisem vedel točno, kaj to je takrat, smo šli gledat, smo vedeli, to je bilo nemogoče, pa sem rekel, zakaj pa ne bi jaz to probal, plavati ne znam. Ok, znam plavati, skočiš v vodo, plavaš do prvega pomola pa nazaj, to gre, ne, vse ostalo je malo muka. Pa sem rekel, nič, bom probal, sem malo začel plavati, lahko se reče malenkost trenirati, ne, da sem nekaj naštudiral tehniko in nekaj na kondiciji pridobil. Kupil sem specialko, za kar sem rekel, da v življenju ne bom vozil, specialke nikoli, šponarc nikoli ne bom imel oblečenih, mislim, evo ga. In sem kupil specialko in sem toliko furil, da sem vedel, da tistih 90 kilometrov bo šlo čez, lauf bi pa pač takrat pol 2012, leta 2012, 21 ni bilo več neka težava, no. Tako da sem šel v St. Pelt na Avstrijo na prvi polovični Ironman. In po njem sem se vrnil domov in sem rekel očetu, ne morem verjeti, da nekateri ljudje to naredijo v dvojni razdalji, da naredijo cel Ironman. Sem rekel, ni mogoče, jaz sem bil res na cilju gotovo, ne, ker jedan bolj kot ne zmeral se od sebe, nisem en tisti, ki pride na cilj pa so frišen, jaz nisem frišen, ne. In nismo predstavljali, tu sploh mogoče, ni mogoče, pa spet teden, dva mim, en mesec, pa je že šla glava po svoje in evo, novi plani, ne. Ja, in poj, kaj si šel Šketakom v Clovc ga spremljati in ko si videl, da je tam vrsta po končani tekmi za naslednji let, si rekel, klinc, pa še jaz probati, ali kaj? Tako je bilo pol, malo sem začel razmišljati, da bi pa jaz mogoče rešil celo na Ironman, ne. In potem sem leta 2013 sem rekel, nič, grem jaz v tole Celje Logarska leteti 75 kilometrov, ker bom dlje na terenu, kot sem bil na polovični razdalji Ironmana. Se pravi, bom že malo dalj časa v tem stanju, ne. In potem sem šel v Logarsko odlaufati, v redu, 6 ur pa pol je šlo, sem bil zadovoljen, ne. Sem bil utrujen, ker sem zmeral na koncu, ker sem že rekel, ampak sem si rekel, dobro, lej, to je to. Se da, se pravi, nekaj mi takrat rekli, da se veš, pri teh stvareh rabiš zelo močno glavo. Vse je v glavi, pravijo, ampak definitivno, če nimaš dol od spodaj, ne, tudi bo glava malo premalo, ne, morajo glava, noge dobro sodelovati in takrat sem pa mogoče prvi začel dobiti ta občutek, da mogoče pa nekaj imam v sebi, ko bi pa, ne vem, 75 kilometrov, pa ni niti taka huda meja, oziroma kje sploh so meje in
sem rekel, neč, bom pa prav pol Ironman, sem prijavil celovc, ja, šel sem gledat Denisa, prespal v avto, zjutraj prvi v vrsti čakal, da sem se lahko prijavil, da sem dobil tisti voucher, v roku enega tedna plačal in potem sem 1 leto res treniral. Tem sem pa začel, bom rekel, nekako malo padati v te ultra vode, tudi spoznavati malo ljudi z te scene, tudi laufal sem že malo daljše teke, spoznal kakega človeka in potem je ta scena zelo zanimiva, ne. Da v tej sceni je, bom rekel, en zelo veliko različnih kalibrov ljudi, ne. Tako zelo zanimivo. In ti ljudje se pogovarjajo samo o različnih projektih, pa krvavih žuljih, pa halucinacijah, pa o prehranskih dopolnilih, pa še takih zadevah, ali kaj? Pa tako bom rekel, če smo že prej malo po hrvaški rekla, no, oziroma tele prevode iz južno od nas, bom rekel, dostikrat sem že slišal za kakšno stvar, da za nekoga je neki lijeka, za nekoga, da je droga. Ne? Se pravi, za nekoga je neka stvar zdravilo, za enega je pa to droga in ultra je definitivno. Jaz mogoče prvih 10 ljudi, ki sem pol spoznal okrog sebe, sem videl, da jih ima od tega vsaj polovica nek problem. Da je v to sceno padel, ker ima en problem. En je še ne dolgo nazaj raj pil, kakor pa je začel laufati. En je imel hude težave doma, en je imel čisto pizzi familijo, rečemo tem. En je imel tako službo, da je mogel nekak stres spraviti stran. Neki ljudi bilo pa enostavno, ki so v tem ful uživali, bili dobro, uspešen, ampak na papirju so se pa vsi nekje tam blizu gibali, ne, in konec sem pa rekel, zanimiva stvar, ne, nekateri mi je bilo res to kot zdravilo, za nekaterega pa tudi neka droga, ne, in tudi sam sem pol začel dobivati nekako iz te strani, nekaj me je vleklo naprej, no. Tudi, jaz mi rekel, sem eno sicer na srečo zelo kratko obdobje, ko sem tudi sam imel, ko sem malo rabil, no, malo sem rabil, in dan sem vstal, sem laufal, ne vem, ko je na Lisco pa nazaj, to je bilo 70 kilometrov, sem prišel domov, ker me bolj pasal, da sem imel zjeban telo, kot da sem imel zjebano glavo, ne. In potem sem pa študiral. Tudi je zdaj ratal tisti en tek, ne, pa je kar neki višincev tudi gor, do tiste Lisce iz Trbovlja, ampak ni bilo nič takega, ampak to je bil zelo tak kratek obdobje, no. Ne, pa me je zanimalo, kje so meje, in pa sem šel pa to malo Istro dol 100 kilometrov leteti naprej, pa smo šli pa še malo naprej, ne. Za en Ironman pravijo tam na terenu mi, da če ne bom treniral 15-20 ur na teden, nimam kaj iskati na štartu, ker cilje sigurno ne bom videl. Koliko si pa ti treniral, recimo, ko si najprej za ta svoj prvi Iron se podstopil, najbrž tudi kar veliko? Ja, za prvi Ironman sem pa res zelo veliko treniral. Tam se pa lahko reče, da sem tako enih 8 mesecev posvetil prav pripravi tega, ne. Se zdaj, ko imaš neko bazo, je to izhodišče čist drugo, kot je bilo takrat, ne. Sicer sem imel izhodišče iz polovične distance, potem sem pa precej treniral, no, tako bom rekel, kar dosti dobro, Denis me nekaj tako malo svetoval mi je dosti, enega prijatelja sem imel, ki je bil reševalec iz vode v bazenu in bivši plavalec, pa mi je malo predlagal, ko naj delam, ne morem reči, da sem ne vem kakšen prav trenerje, to nisem imel sem pa prijatelje, ki so mi malo pomagali, no. Z nasveti pa tako naprej, pa tudi dosti smo skupaj trenirali, jaz sem dosti z Denisom prelaufal, dosti smo prekolesarila skupaj, tudi z ostalimi fanti, tako da tisto leto sem pa kar sistematično, sem kar imel trening do 2 na dan, ali enega daljšega, enega krajšega, za vikend, daljše razdalje, določene mesece si več plaval, določene si več kolesaril, določene si več laufal, po enem takem planu sem šel, no, tako da je pol konec junija, je bil pa pol ta tekma v Celovcu in je bilo v redu, fajn, mislim, sem se imel fajn, so bili tudi vmes te trenutki, ko se sprašuješ, ne, klasika, zakaj pa nikoli več govoriš, ampak sem bil zadovoljen, pa bom rekel, poplačali se je ves tisti trud, ko sem res vlagal in ful sem si želel, zelo sem si želel, da bi enkrat, da bi prečkal cilj Ironmana in takrat mi je uspel in takrat sem vedel, da nisem zaključil pri tisti distanci, niti pri tem športu, niti pri teku, niti pri triatlonu, no. Zato sem še zmeraj v tem, koliko kar vpet. Kaj je bilo najhujše, recimo, prvem Ironu, boleča zadnja plat od kolesa, trde noge na tranziciji, prideti ven iz vode, kaj je bilo hudo?
Vidim, da malo se kar spoznaš, vidim. Ja, ker tle nekje bi se našel, ne. Bom rekel, ampak plavil sem kar ok, bom rekel, za tisto hitrost, ki sem jo znal držati 3,8 kilometra, je bilo kar v redu, ampak tam je takšno vzdušje, da ko letiš v tranzicijo do bajka, ne veš, sploh, ni problem. Bom rekel, mogoče je bilo najtežji, ki sem stopil iz bicikla, tisti nekaj metrov, je bilo težko, potem je spet zaradi vzdušja in vsega, bom rekel, tudi dobrega občutka, ker seveda sem s kolesom zaključil, ker jaz tako mislim, da ko enkrat stopim na noge, ne vem, mislim, da meni se zdi, da ni možno, da ne bi prišel do cilja, no. Upam, tu bo prišel, sigurno, da bo, ampak zaenkrat se mi zdi, zmeraj si sam rečem, ko ti prišel z bicikla, po bo že, tako da začnem laufati, super je šlo, ampak prav vem, bil je tam 4 kilometer, takrat je bila pa prva jeba. Kar hitro, ampak nič takšnega ni, ne. Padeš malo iz tistega navdušenja, realnost, tam si, laufaš, poštudiraš, 4 kilometre sem jim, imaš še 38, ki imaš še 38 na maratonu, ok, ne, ki imaš pa prej že nekaj ur bicikla, pa plavanja za sabo, pa to malo druga pesem, pa je bila borba, ne, tako ko imajo drugi, vse veš, na teh dolgih tekmah, kakorkoli, vsak nos s sabo neko bolečino, ne. Tisti, ki jo pač ne, ima pa takš močen tempo, da je pa nekje drugje, bom rekel, na tistih rdečih številkah. Tako da sem se nekako, solidno sem se boril na maratonu. Lahko bi šlo malo hitreje, ampak ok, z 2:14 je bilo to fino, no. Sem bil zadovoljen. Kalo pol, naslednja stvar, si rekel, zdaj imam dosti Ironmanov, zdaj grem pa na ekstremne zadeve, grem na dvojnega, grem na, ne vem, gorskega. Kaj je bilo pol? Potem si šel naslednje leto, 2015, si šel dol v Istro, 100 kilometrov laufati. To je bilo tisto leto, ki je bilo kar precej odstopov, kar mrzlo je bilo, dež, tako, ful vem, da jih je odstopil takrat in slabe razmere so bile. Ne težke, slabe razmere so bile, tako da je bilo tistih kar dolgih 100 kilometrov, no, pa prvič, da sem trail laufal, toliko dolg, ampak nekako smo zborbali, malo je ekipa bila zraven, pa tako, no, in je šlo kar ok čez. To je bilo po mojem tudi najdlje, kar sem bil jaz na terenu, ne. Tam sem začel malo pol podaljševati te razdalje oziroma časovno in sem prelaufal teh 100 kilometrov, počuti je bil ok, in pa sem rekel, ne vem, nekaj bo verjetno treba še narediti, ker pol je tudi droga, ne. Mogoče je malo droga, taka ta prava in seveda, da bom sigurno šel še kaj naprej, no. Sem pa jaz tak, da nimam zdaj, ne hodim na ful tekem, grem na kakšno, naredim kak osebni izziv, si raje naredim takole tekom leta, mogoče 2-3 tekme pa eno malo večjo, no. Tako da pol sem pa v letu 2016, sem šel pa z gorskim kolesom, dvojice pa lata Four Islands, MTB Stage Race, sva šla s prijateljem, ampak to bolj kot priprava, da bom, ker sem hotel biti v splošnem zelo pripravljen, zato ker tek ni sam tek, ne. Jaz ne laufam v osnovi toliko veliko, si kdo misli, ne. Se odlaufam precej, pa tudi obdobje, ko odlaufam veliko, ampak z vsemi temi različnimi športi se mi zdi, da delam neko kondicijo tako na kup. Kakšen borda, dostikrat hodim peš v hrib, furam se dol uživam, gor delam konec koncev za kondicijo, ne. Vodim športne vadbe, ne vem, vsak ponedeljek, večino leta delam po 3 ure zapored, delam trening zraven, ne. Po 3 urah res naredim tudi po 2000, pride kak trening po čepu, pa izpadnih, pa kardija in tu so zelo močni, zelo pomembni enote treninga, ne. Ni zdaj izključno sam tek, ki ga podaljšuješ, no, tako da sem probal iz vseh teh front nekako kondicijo dobiti na kup, ko sem tudi malo več gorsko cross country vozil in 2016 sem šel pa pol tudi na, to je bilo 2 meseca, en mesec kasneje, sem šel pa pol na Balaton, ne, ker sem imel pa čisto nasprotje vremena, kot je bil v Istri, ne. Tam je bilo pa kaj, 35 stopinj pa vlaga. Mislim, 2016, mislim, da še kar zdaj, ko s kom govorim, še kar pravi, da to je najtežje, če ne najtežje leto za Balaton. Poprečni časi so bili 3 ure počasnejši od običajnega. Se spomnim, tam po 200 kilometrov sem je ustavil, ker sem jaz videl tablo 200 kilometrov, sicer bruhal sem že tam okoli 105 kilometra, ker, ne vem, hrana, pijača, vročina, sem laufal, ampak sem imel že težave tudi takrat, ampak pol je šlo kar ok nekako. Tam pri 200 kilometru, ko sem videl tablo, veš, ko prvič 200 kilometrov, sem rekel, wow, je bilo super,
202 km stop. Vprašam ekipo, jaz nisem vedel, kako narediti, ne gre več naprej, ne morem nič. Se spomnim, se vležem v temo travo, da malo da počijem, isto gledam takole dva Francoza ležita, ne. Ona dva ostaneta in pravita, pač, come on, gremo, ne. Sem si rekel, ne morem, ni variante, ne morem. In potem so me prepričali nekako, ne, da sem jaz vstal in je on rekel, ne se sekirati, rekel, jaz sem tle že, ne vem, ki je 5 ali 6 sta bila že takrat, in rekel, lej, 3 ure smo počasnejša kot sva lani. Letos so razmere, rekel, ubijalske, sam gremo, rekel, imamo pa taktiko, 4 minute teka, minuto hoje, probi zraven. In potem smo to delali, ne, 4 minute, minuto hoje. Zraven sta imela kolesarja, spremljevalca in jaz sam govoril, run, letimo, walk, minuto hodimo. In sem pol še nekaj teh intervalov zraven naredil in pol je šlo pa počas proti cilju. Je bil pa Balaton siguren, kar se tiče teka, najtežja preizkušnja za mene do zdaj, mogoče celo ne vem, malo pozabiš, ne, ampak mislim, da je bila skoraj tisti dan oziroma dan pa pol nekaj najtežjega, kar sem pač doživljal. Zadnje kilometre tudi lahko priznam, da je edinke to želel, sem se malo za sebe ustrašil, no. Tako, nisem vedel, ali bom še zdržal ali ne, ni bilo, ene dvakrat smo mogli malo parjeti, ker smo se bližali cilju, ker to je bilo gotovo, no. Jaz tudi mislim, da sem pol tisto sončarico imel, ker naslednje dni se ni dal spati, pa, ampak ne, popustili nismo, vsekakor pa nismo popustili, in je šlo do cilja, šlo je v time limiti, v ciljih ni prišlo neki zelo velik, smo bili pa uspešni končno, tako da sem vesel, da je za mano bil Balaton. Koliko je limit na Balaton, 32 ur, koliko je? Mislim, da je 32, ja, mislim, da je 32. Mislim, da so zdaj še neki progo spreminjali, nekšen kilometer krajša zadnja leta, ne vem, vsaj kar sem spremljal, tudi cilj, štart in tako naprej, ampak ta klasična 221 kilometrska je bila tista, ki je marsikomu dala tinte pit. Kaj je tvoja ekipa, koliko ljudi si imel s sabo, ne vem, 3, takrat 4? 3 smo s sabo in bom rekel, takrat se je pol tudi nekako začela ta naša pot, ki hodimo okrog z ekipo in to mi tukaj pomeni, da ne znam povedati, no. Zmer so isti zraven, za volanom je zmer moj prijatelj Vili, mož od sestre, ima avtodom in on je pripravljen neomejeno voziti, ustavljati, pomagati, to je čudežno, da Balaton na delu cel čas, recimo, že tu je bila tudi ultra za njega, ne. Potem oče je zmeraj na sovozniškem sedežu, ne, pomaga z raznimi stvarmi, zmeraj zelo prav pride, ne. Tudi mislim, da na Balatonu, tisto, kar sva prej govorila, če se oče mogoče bal, ne, ker smo pa z motorji skakali, pa z bordi. Po mojemu tudi ni bilo vse in takrat na Balatonu, ki je videl, kaj se dogaja, ampak ko smo dali tisti čez, so tudi njega recimo utrdili, ker se je pol tudi pokazal na naslednjih tekmah, ko smo šli, v glavnem, to sta te dva fanta in pa Jernej Sirk, moj prijatelj, tudi Ironman, je pa, bom rekel, zmer se podpiše na ekstrem triatlonih in teh, kar zdaj v zadnjih letih delamo kot nek trener, ne, spremljevalec, ker brez njega, recimo, mislim, brez spremljevalca na ekstrem triatlonih na zadnjem delu teka niti ne smeš iti naprej, ne. Tako da te 3 so zmeri z mano in na Balatonu smo nekako začeli sodelovati, bili so izjemni, pomagali mi maksimalno in jaz zmer pravim, nismo najhitrejši, nismo najboljši, sigurno najboljši ekipo. In to me žene dalje. Bravo. No, kako so pa fantje sprejeli, ko si jim najprej sporočil novico? En projekt sem se prijavil, a se ni toliko dolg, no, pač malo daljši, kot do zdaj, tistih 220 fantje, a ste zraven, sej 30 ur boste pa že. Zdaj bom potreboval spovedal, kadar jaz rečem očeti, ti veš, ko sem študiral, verjetno bom šel na to pa to. Ti si ja malo upeljen, to je potreboval, si ja malo upeljen in se malo obrne, pa ko ti je, ne. Pa čez par minut pa govorim, kdaj je, pa kje, pa kako, no, takrat verjetno isto bilo verjetno rečen, ampak, ne vem, je bil za, ne, ker ko češ, če no šel za svoje ljudi zraven, veš, da bo šel pomagati, ne. Ker, tako da ja, potem sem pa Vilita takrat prvič prosil, ko bi šel zraven, bi pa rabili bi nekoga, ki bi jih pač spremljal, ki bi vozil zraven in pa
fino je, da ti kak kilometer tudi to, kdo se z biciklom mogoče zraven voz, ne, sploh po nočke laufaš, ti še malo po svet, pa kdo malo zraven laufa in takrat sem rekel, Jernej, vsi rekel, bi šel z mano, bi probal, pa smo kar nekaj na teh, koliko je to, 5 maratonov šli, ne, plus in ja, nič, smo napokali stvari, zapeljali se gor do Balatona Liga, ali kako se reče tistemu kraju, pridemo gor, se razpakiramo, gremo neki popit, takole smo sedeli zunaj in je kar lili z nas. Vročinski val, pa spat, bil sem spočit, ni mi bilo do neki spanja, bilo je vroče po noči v avtodomu, vmes sem ven hodil, spanje je bilo po mojem 3-4 urce, pol 6 ali 6 je bil pa štart, ne, pa smo pa začeli, tako da smo šli naprej. So sprejeli v redu, šli in smo tu delali, po mojem, zato tu videli, da še marsikaj naredimo. Zdaj sledi glavno vprašanje, ki veš, katerega ti bom postavil. Štukca Balaton, spodaj še en okvirček, Špartatlon. Ne. Sem vedel, ko boš pa vprašal. Sicer takrat sem imel čas, ki bi bil, je bil, mislim, da bi se lahko prijavil na Špartatlon. Ampak probal sem biti že med tekom realen, ker priznam, prej sem slišal za Špartatlon kot za ultrabalaton, ne? In potem se takrat jaz vprašal vmes in sem si rekel, ne si tega nikoli delati, nikoli si ne tega delati, ne? In tudi po balatonu nikoli ni prišla pa tista situacija, ko bi rekel, zdaj si malo pozabil, vse bi šlo. Dolg, mesece in mesece me je držali, da sem si priznal, da mislim, da ne bi mogel laufati Špartatlona. Mislim, da ga ne bi mogel. Sam to je zdaj tako čudno. Običajno, kar se lotim, verjamemo to, da bo šlo, no. Za Špartatlon je pa edina stvar, ko sem si rekel, da mislim, da ne bi mogel. Sicer konec koncev, pol gledaš, to je 26 km še zraven, sem študiral, če ne bi imel jaz, če bi imel mogoče malo boljše razmere, če bi se še malo bolj pripravil, baza je še močnejša, ko je bila, se ne veš, ne. Ampak nimam pa plana, no, zaenkrat ne. Saj si še premlad za te hece, ja. Ne boš pol na stara leta, ne boš še tako hiter, ja, hecam se. Ekstremni triatlon, daj malo razložno. Jaz tudi prej, preden sem raziskal, ko sem prvič videl na tvojo objavo, pa sem še malo gledati, kaj to hudiča je, Swiss-Man in podobno. Daj malo razložno za tiste tam zunaj tekače, predvsem, ki si predstavljajo, kaj je dvojni Ironman, to smo že z Matejem Markovičem takrat razdelovali, pa 10-kratni DK Ironman, to si recimo vsak zna zračunati, kakšne razdalje so to. Kaj pa ekstremni triatlon? To je pa čist neka malo svoja disciplina. Ja, tale ekstremni triatlon se pa jaz slišal leta 2016, za njega sem nekje izvedel, ki ga imajo pa v Avstriji, recimo Avstrija. Ima eno od teh tekem, ki spada v svetovno serijo, se pravi World Tour, Extreme Triathlon, ki jih je nekaj po celem svetu so pač, ne. In en je tudi v Avstriji in sem študiral zdaj, Ironman sem naredil, ne vem, če me bo zadovoljilo, če bom, ne vem, naslednje leto pa, ne vem, 20 minut, pol ure hitrejši. Ne bom videl nekega smisla, nikoli ne bom med najhitrejšimi, nisem profesionalc, tudi ne bi celega, bom rekel, prostega časa po svetu izključil sam temu, ne. Pa sem bil ta ekstremni triatlon, vse kot to je pa znalo biti zanimivo, no. Avstrijski ekstremni triatlon je, dolžina je nekje, distanca je nekje tle okrog Ironman distanc, s tem, da so pa višinski metri zraven. To je pa tisto, kar naredi največjo razliko in tudi razmere postavljene si malo drugačno okolico, no, kakor pri nekem klasičnem Ironmanu. Primer za Avstrijo, plavaš v Muri, polovico 2 km plavaš s tokom, 2 km nazaj plavaš proti toku, potem imaš, mislim, da je bilo nekaj čez 180 km, pa okrog 4000 višinskih metrov, čez 2-3 prelaze greš, je, kar se tiče kolesarjenja. Potem imaš pa gorski maraton, oziroma malo daljše od maratona je, pa tudi kar nekaj višincev, letiš pa s ciljem malo pod ledenikom Dachstein, tako da je kar nekaj gorskega teka zraven, višinskih metrov in tako da je kar precejšnja razlika, no, od klasičnega Ironmana. Se pravi, višinski metri so bistvo, pa plavanje je običajno kar težje, no. To je avstrijski Ironman, to je avstrijski. Avstrijski, ampak naredil si kar nekaj iz te serije, ne, če se ne motim. Ja, avstrijski, pa sem naredil Icon,
to je pa štartni cilj je v Livignu, ki pa, kolikor znam brati, pa naj bi bil najtežji ekstremni triatlon sploh v kompletni seriji. No. Ima največ višinskih metrov med vsemi, plavaš po temi v tistem jezeru, ko je res ledeno mrzlo, moraš imeti vse gor in rokavice, kapo, neopren, čevlje, vse je zelo težko plavati. Tako na vsakih 600 metrov, jezero je vpeto v hribe, na vsakih 600 metrov imaš bojo, da malo približno vidiš, kad ti gledaš iz obale, je to, tam dol vidim luč, vse je okej. Kad ti ležiš v vodi, pa kad je tam 200 ljudi s tabo in vsi nabijajo z rokam, pa z nogam, pa vsak ima na hrbtu eno lučko v boji, da se vidi, kje je približno si, nič kaj veliko ne vidiš, malo se boksamo, je kar fajt, tema je mrzla voda, obraz je res težko plavati, no. Tako da tam Icon, no, Livigno je mogoče zaradi tega tudi najtežji, ker ima tudi na kolesu 5000 višinskih metrov, ne, imaš 5 prelazov, ko prideš iz vode, greš čez Forum pas, prideš v Švico, potem iz Berlina pasa se spustiš proti San Moricu, pa imaš en Foscanjo, je tudi kar ta ključen prelazek, pa se spustiš po Italijo in greš po tej legendarni cesti na Stelvio, kjer je spet 2000 višinskih metrov in jaz sem imel, ne vem, ali imam malo smol ali kako, tisti dan je bilo maksimalno 2 stopinje, čez cel dan. Cel dan sem imel dež, nalive deža, da ko sem se jaz spuščal iz prelazov, ekipa misla, da je kje s kolesom narobe, ker to je tako delala balanca, ne. In nisi si mogel rokavic probleti, so mi vse mogli pomagati, res je bilo svinjske razmere so bile. Te 2 stopinje ali pa 0 ni taka reč. Samo, ko se ti pelje s kolesom 50 na uro, pa gre dež ali pa sneg, pa čisti moker, je pa tudi drug svet, ne. Tako da, ko sem prišel na Stelvio gor, je šel malo sneg, na hitro s kolesa, so me spreoblekli, ker se sam res nisem mogel. Pa je recimo bil še spust v Bormio, sem kar pozabil, pa je bil še en prelaz, še 16 kilometrov vzpona, pa še gorski maraton in jaz recimo sem imel cilj na Karuselu, to je malo pod 3000 metrov, bil je dan 31. avgust, ampak jaz sem gor prišel na cilj v snežnem Metežu, tu je šel sneg, mrzlo, to je bil res zelo, zelo težko razmerano. S tem pa na tem ekstrem triatlonu, na tem Iconu doživel verjetno to tako najbolj epsko sceno, kar sem imel v življenju na vseh tekmih, po mojem, no. Da slišimo, ja. Da, tole, mogoče, da se še splačati povedati. V glavnem, očitno smo na briefingu dan pred tekmo, mogoče smo, ne vem, smo zgrešili, nismo vedeli, kdaj je time limit, ne, se pravi, imaš časovne kontrole pri plavanju, kolesarjenju na določenih delih in tudi pri teku. Ampak nam je šlo sorazmerno dobro, ampak spet je bilo to leto, ko so bile res, to so bile zelo težke razmere so bile in zato večkrat smo se mogli sprevlačiti, spusti so bili počasnejši in enostavno je bila tista time limita zelo, zelo zajebana, ne, ampak mi smo še vse in nismo vedeli, za 1 uro smo pol videli, da smo mi zgrešili, no, kakorkoli, odplavam, odkolesarjem, odtečem, prijem tam nekje do, ne vem, verjetno 29 kilometra, jaz sem bil nekih 16 ur sem bil na terenu, kar lušen tempo, 16 ur in prijatelj bil z mano, pač kot spremljevalec za mano laufa in potem nam se Anja priključi, ne, in ne vem, minuto, 2 po tistem njo kličejo, pa pravijo, Ici, to ostaja samo še 15 minut do checkpointa. Zadnji checkpoint je pa na 33 kilometru, če prideš v pravim času tja, te spustijo, da imaš opcijo priti do glavnega cilja. Če prideš 2 ure po tistem, te spustijo do cilja, ki je nek tak, bom rekel, do sredine hriba te spustijo in greš nek tak socialni cilj, no. Je cilj, ampak ni tisti glavni, ne. In kako 15 minut, mislim, dobro nam je šlo, nisem bil rezultatsko slab, ampak zaradi razmer je to naredili, ko dan pa noč, ne, pri tej tekmi. In je poklicala nazaj, še enkrat preverijo, se pravi res, meni je ostalo 15 minut in jaz sam tako gledam, vidim Livigno, malenko sem ga poznal, laufal sem po cesti, ko vidim pač hribe, gondole in sem sam študiral, koliko je do checkpointa, nismo vedeli, ali 2 kilometra, ali 3 kilometra, ali 4 kilometra, jaz preračunavam 15 minut imam, na teku sem, 16 ur sem že res in takrat se je meni v glavu nekaj obrnilo, ne vem, ko je to bilo, ne vem, ko se je zgodilo, jaz sem kar dobil sem tukaj namočil sebe očitno,
Jaz sem dobesedno odlaufal, kakor se je dal po tisti cesti, pa sem mogel prečkati v center Livinja in potem po glavni ulici. Nisem sam študiral, kakorkoli je. Sam letim, celo prijatelj, ko je zelo dober tekač, takrat, ker ni dohajal, Anja sta ostala od zadnji, meni se je obrl in za tisto razdaljo, bilo je to okrog med 2,5 pa 3 km sem v 9 minutih prelaufal. Ja, takrat to je bilo pa, ne vem, sem si rekel, te stvari se pa red spomnim in mogoče, če že govorijo o teh stvareh, ti lahko rečem, to je bilo nekaj najbolj tako epskega, kar sem doživel. Pa letim na checkpoint, spomnim se, kaj je bil Vili, prijatelj, ker sem rekel, da je vedno zraven, tako ga vidim tam dol, pa sam zapijem, Vili, pa se obrnem, ker sem mislil, da ne bomo mogli, da ne bomo šli čez, ne. Sam pa letim tja, pa so sam rekli, 5 minutes till cut off, in meni so se noge sam zatresle, sam dol padem, že upijo, medics, takrat pa evo, je prišel pa oče, na račun je rekel, no, ni problema, bomo že, se me dvigli, sproblekli, in potem sem jaz mogel na kontrolni točki zadnji, ki pa rabiš spremljevalca, moraš imeti pa prav posebej opremo. Dolge hlače, ki ne prepuščajo, neke vetrov, ki pa tu navadne sploh ne grejo. Mi smo jih en dan prej po Livinju še kupali, ker nismo take opreme. V glavnem, vse to preverijo. Jaz smo pa GPX, mislim, čip, smo pa pri prijatelju v ruzaku, nisem ga sam nosil, da je prijatelj imel. Prijatelja pa še ni bilo. In sem mislil, če bo glede na čip gledali, lahko zamudimo, ampak je tudi 2 minute za mano prišel, prijemo čez kontrolno točko in piči v hrib in tako da, ja, potem sem prišel nekaj pred polnočjo gor do cilja, mislim, da sem bil 23. mesto, sem doživel, pa na štartu je bil kar, po mojem, tam nekih, ne vem, koliko 200, kar takih samomorilcev, no, tako da Koliko je sploh prišlo do cilja pol tisti dan? 29 ljudi. Groza. Ja. Ta je bila epska. Mislim, kakšen To so ekstrem triatloni, to so razlika, no, v kakšno okolico so postavljene, v kakšne razmere. Tudi Livigno je štart na skoraj 1900 metrih. Jaz sem se gibal med 1900 pa 2700 metrov, tudi zrak je malo drugačen, vse skupaj. In to je tisto, kar dela razliko med navadnim triatlonom in pa ekstremnim. Zdaj, reklamo si naredil dobro, ja, za te podvige, ja, tudi tistega, mogoče koga, ki je tu Mikal, ga je zdaj začel minevati, ja, klinc gleda pa vodo, ker moraš najprej let razbiti, da lahko plavaš v njej, ja. Si predstavljam, če bi v Sloveniji kaj takega organizirali, bi bilo to sred zime, preplavati bilo treba Bohinjsko jezero, se odpeljam s kolesom, ne vem, čez vse možne prelaze, ki jih s kolesom lahko prevoziš, na koncu pa še laufati najmanj ne vem, iz Bleda na Triglav pa nazaj, ali pa kaj takega, Bog pomagi. Ja, nekaj zanimivega bi mogli sestaviti, ne, da bi lahko zorganizirali tako tekmo, ja. Bi se dal, imamo dobre pogoje, bi se dal, ampak mislim, da to v Sloveniji ne bi šlo čestno. Pa tudi, ko je že tak koledar tekem, je zdaj se tukaj že ustalil, eni pač v Švici, Swissman je, bom rekel, za to sceno zelo znan, je pa končno uspeli iti na njega, ker je pa COVID in je dvakrat odpadel, tako da 2022 smo šli pa z ekipo v Švico, je šlo pa tudi kar fino, no. Se mi je zdelo, da je bil lažji kot ta Icon, no, ker smo pa res fine razmere, bom rekel idealno. Tem se nas pa z ladjo palali 4 km stran do obale, da fuknejo in moraš plavati ven po temi, pa 4 km stran samo ena luč utripa. In ti sam tisto luč gledaš, pa takole te 200 ljudi te nabija po glavu, pa brca in sam akcija, kjer bo prej ven. Taki štart ekstremnega triatlona, no. Pa gremo naprej v tiste švicarske prelaze, ki so res fenomenalni, ki je bilo res vredno jih videti, doživeti, pofurati. In pa še gorski maraton za finiš. Finiš je pa tam pri Wenglu, no, ki imajo ta smuk. Eiger je takole nad njim, tako da je prav fino, no. Lepe zadeve. Zdaj, te zadeve trajajo 10, 15, 20, res si rekel, tudi 30 ur, ne, od balatona. Zdaj mi ti nekaj povej, mene najbolj se razmer zanimalo, ok, pri takih dolgih zadevah se moraš ustavljati, počivati, ne vem, celo kdo spi vmes, kako se potem zaktiviraš, da iz tistega, ko se usedeš na stol, kako je to lušten. Potem ti malo noge masirajo, ti ješ kakšno rižoto, župco, ne karkoli že, ne, in si rečeš, ja, jaz vam pa še zdaj v ta snežni metež, v ta dež s tistimi nogami, kako hudiča, ne.
koliko si ti dejansko privoščiš tega počitka, no, da te počitek ne premaga, da ne bi kar tam ostal? Na Ironmanu itak ne počivaš nič, ne? Na ekstremnem triatlonu pa v Avstriji se spomnim, da sem se enkrat pred enim prelazom usedel za ne vem koliko časa, ker smo nek krč, pa sem rekel, bom izkoristil 5 minut, mi malo noge zmasirajo, malo pojem v miru, da imam skozi kar nekaj na biciklu, že tako sem na aerobarih in šnicle zraven jem, če se še da, recimo. In takrat sem si tako privoščil, drugače pa tukaj na Iconu spat neč, ali da bi šel spat, ne. So stal, če že slučajno rabš, ampak bolj zaradi potrebe po tej pohrani, ali pa potrebe, ki se rabš preobleči, ali pa kako stvar tako urediti. Drugače pa, da bi rekel, imamo pa zdaj pauzo, greš za 10 minut sedeti, ali pa kaj, to pa ne gremo, ne. Na balatonu sem mogel, a veš, ful malo sem spal, pa pol je še dolga tekma in sem jaz mislim, da sem spal, ko pa vem, parkrat po 4, po 5 minut, nekaj tasga, sam tist malo, cik, ne. Nisem šel spat prav, ne, tako. Kaj te zmotivira, se usedeš, sigurno, in sigurno se vprašaš, zakaj pa. Daj si misliš, da tudi ne boš mogel več vstati, kje se šele premakniti. Saj na balatonu se je to dogajalo, sem vstal in noge niso hotele. Sem rabo hoditi, zalaufati in potem nekako šlo. Ne vem, jaz te stvari res delam zaradi sebe. Zaradi sebe res imam, če se na nekaj prijavim, pa si želim zato, ker si res zelo želim, ker nekaj truda v to prevložim, pa želja je zmer premočna. Cilj mi zmeram tukaj, bom rekel, pomen, tukaj si želim cilja, da sem pripravljen v to vložiti vse. In ne smilim se, pol sem se, so muke, trpiš, si v žuli, si v krči, si brez energije že, ampak zmer je motivacija tukaj močna in cilj je taka želja, plus, kakor sem prej omenil, meni ful pomen ta sodelovanje z ekipo. Najde ali pravo besedo, ali pravi pristop, ali kak trik, ali karkoli. In ko si rečem, če gledam temne, da že 24 ur za mene čuje, ali pa še več, pa se trud, pa minut karkoli rabim, pa vse. To smo mi, a veš, ne. Jaz sem pač sam tisti delavec, jaz sem pač kapetan, ali ko se rekel, ko sem me dal v igro in tu me vleče. In zaenkrat se še nismo ustavili in bomo videli, kdaj bo prišel tisti dan. No, če si že pri tem, ja, če že ekipa pede na tebe, pa pomaga tebi, recimo v teh preizkušnjah, nekaj malega pa tudi vračaš na drugi strani. No, ko sem zadnjič se pripravljal za Mateja Markoviča, pa odkrijem, da na enem projektu Srce Sloveniji je v ekipi zraven tekel tudi nek mladenič, ne, po imenom isto, kde je Želak, malo drugačno frizuro imel takrat, malo mlajši bil, in moram gledati, koliko je odtekel, človek je odtekel krepko več kot 100 mil oziroma 170 kilometrov. Sem rekel, opa, to pa ni kar tako. No, zdaj mi malo povej, kako si se ti znajdel takrat ob boku takrat Mateja in zakaj si pač vztrajal toliko časa? Matej Markovič je en od tistih ljudi, ko je zame zelo velik človek, no. Bom rekel, marsikaka stvar od teh, ki jih on počne, pa kako jih vidi, pa tako mi dajo misliti, no. In če na hitro povem, Mateja sem spoznal na 10 krogov za 10 nasmehov, z očetom greva v Trbovlje na stadion laufati in vidimo enega tipa laufa, fit tip, laufa, pa smo rekla, tega ima pa že ujela, zjebancija, ne. Pa prav en prijatelj, a veš, kjer je to? Sem rekel, ne, Matej Markovič. Res, da je on že laufal, ki smo mi prišli, ujel ga nismo, pa smo še mi domov in on še kar laufal. Ok, prijem domov, Google Matej Markovič, vidim, wow. In potem sem ga nekako spoznal, bom rekel, in mi je bilo zanimivo tudi, ko on pač počne, pa tako, pa zelo prijatelja smo postala, tako zelo dobra prijatelja, in poli, ne vem, ali res se ne spomnim, ali mi je Matej rekel, če bi se priključil, verjetno sam se nisem rinil ali pa klical, da bi šel, nekako verjetno sva o tem govorila, pa je rekel, mogoče pa pride zraven, in potem sem se isto odločil, sem šel v Ljubljano in sem začel, ko je Matej začel s tekom, sem šel z njim. In sem mislil, da bom njemu odlaufal 20 kilometrov, tukaj jih je Borut Pahor, ne, je bil zraven, šefe, in smo šli dalje in smo laufali in je šlo v redu, ne. Jaz sem pa že takrat, malo sem pa že bil zastrupljen s tole zadevo, pa ful fajn se mi zdelo, tudi videl sem, da Mateju dosti pomeni, da smo zraven, in potem je prišla ura, da sem jaz mogel pač počasi domov, ker je bil dneva konc, mogel sem še do Ljubljane nekako, domov, pa po parih urcah sem imel službo, ne.
in sem jaz odlaufal toliko pa ne vem koliko kilometrov in pa jaz prijem v službo in gledam online imel prenos, Matej, so snemali in sem študiral, dež je šel, on laufa, pa sem mislil, tiste v službi, lepo, super stol, v pisarnici, on pa laufa. Sem rekel, če grem lahko malo prej iz službe, pokličem očeta, pokličem ekipo, ki so na terenu, me peljo do Litije in potem z njim še tisti dan laufa, pa po noč, tako da sem pojmen, da je bilo res, ja, nekih 100 mil ali koliko, ne vem, je bilo na čist nek drugačen način se to prelaufal, tako da, tem sem pa poslušal pol zadevce, vse je v glav, mej ni, zmer mi pravi, da če se prijavi, da si polovica že naredil, ne, tako da recimo, če greš na maraton in če si se ti prijavil, imaš sam še, ne vem, 21 km za delati, recimo, tak je ta filozofija in veliko stvari ima prav, no, in tudi prej se zdaj, jaz se kar prijavim, pa začnemo malo bolj razmišljati o teh stvarih. Ampak si poseben karakter, ja, vsakemu tomu najbrž ne bi uspelo, ima tudi kaj tvoje trbovsko poreklo, ste Trbovci, posebni ljudje, no, ki mogoče zdržite, mogoče malo več, kot kakšen drug, ki je bolj naravnem na kakšni dolinci, kot pa vi tamle noter. Ne vem, lahko rečemo, da imamo te močne knapovske korenine, ne, zajebane, čvrste in mogoče tudi tle, no, že star oče je bil pravi borc, dokler je bil, bom rekel, čvrst, nepopustljiv, poln energije, evo, tudi oče je odličen športnik, ne, konec koncev tudi po 60. letu začel še 100 kilometrske laufati, pa tako naprej, ne, in še kar ne, zdaj je polovični Ironman dela oče, ne, tako da imam še tle en tak lep vzor za naprej, ne vem, se pa spomnim, da sem tako kdaj kak zapis, če sem dal na socialno mrežje, po kaki tekmi, vem, da sem kdaj kar napisal, ja, da ne more biti tukaj zajeban, kakor smo lahko zajeban mi Trbovci, ne. Mislim, da malo smo, no. Ajde, lahko da tudi to kaj zraven. Kje si spoznal svojo drago ženo? Drago ženo preko na oglasu, prek Salamon oglasnik sem kupil, pa sem poklical. Si rekel, moram najti še ene druge route, ne? Pa si rekel, dajmo Idrija, najte mi nekaj iz Idrije. Ja, to. Kako se je ona znašla v vaši dolini Trbovljih? Ta projekt Srce Slovenije bil in so se priključevali različni ljudje, ne, mi smo laufali bolj kot ne, cel čas, so pa prišli ljudje zraven, ki so odlaufali 5 km, 10 iz enega kraja v drug kraj, pa tako naprej, in ena ekipa punc iz Idrije prišla, mislim, da v Logatec, in smo skupaj laufali, ne, in so bile zelo simpatične punce, fine, smo ostali z eno tudi malo bolj na vezi, Anja bila pa njena prijateljica in smo pol tako nekako, tudi za njo se je malo spoznala, pa malo smo se videli tudi enkrat, dvakrat smo se tako videli, čisto prijateljsko, ne, ampak to je toliko ekstra punca, da je super, da je polkrat tvoja punca, ne, tako da mi je ratal. To, eden najuspešnejših tvojih projektov, definitivno, ali pa so najuspešnejši, ja. Je kar uspešen, ja. Vajen sine, ki je podedal vse te gene, rekel si, glasba, divja mu je všeč, kaj pa šport, kako on gleda recimo na mati, na očeta, posebej na fotra, ki je dosti usekan, ja, pa dela te stvari. Zdaj že, koliko je star 5 let, že malo razume, da ti počneš vse te nore reči. Timo ve, da grem jaz na telovadbo prav, ne, ko grem voditi treninge za druge, ne, pa ve, da gre mama tudi na telovadbo, pa ve, da gre mama laufat, pa ata na kolo in mu je to nekako normalno, no, tako. Ne, da bi prav, ne ve točno, zakaj se gre, sigurno, da ne, ampak je pač navajen, ne, da tako, ko je, da manjkamo, da malo kombiniramo, da ga daj s sabo vzamemo, ker mi tudi koliko smo na dopustu, recimo, gremo na neki izlet, ker se vračamo v tisto našo bazo, izskočimo iz avta, odlaufam tistih nekaj kilometrov še tja do Prtmaja in sem jaz nekaj zase naredil, ne. Gremo na drugo stran otoka, Anja pelje z biciklom, jaz pa Timo pa z avto. In Timo vid, ne, in pol zraven navija, pa ploska, tudi sam rad laufa, tudi kolo je zelo vzljubil, zelo rad bicikl voz, ne. Še raje od tega ima pa vlake, pa skače po vodi, pa ne vem, od kje je košarko, jaz ne vem, kjer ga je naredil, ampak rad ga imam. A ti to vidiš, ne? Pri vseh športih
katerimi si ti pečal, je on najdu ravno žogo pa koš. Ja, Bog pomagaj. Ja. Ja, teammate, ja. Bi, Ici, dragi Ici, bil profesionalni športnik, katerikoli že, če bi dobil tako ponudbo, pa da bi rekel, zdaj pa lahko samo treniraš, pa se regeneriraš, ni treba hoditi na šiht, le imaš, evo, mesečni bakšiš plačo in to je to. Tako bom rekel, no, sredi sem imel priložnost, oziroma dajo tudi imam, da treniram ali pa se podružim s kakšnim takšnim človekom, no, in to je težek kruh, ne, da se ve, ne. Recimo Denis Šketako kot profesionalni triatlonec je pol od leta 2012 10 let bil profesionalno te zadev. On ni šel nikoli spat po 9 uri, nikoli kasneje po 6 ur vstal, deluje med 6 do 8 ur treninga dnevno, v vseh možnih razmerah. Tu si sploh ljudje, ki niso z njim kdaj na kakšnem treningu ali pa na pogovoru, ne predstavljajo, koliko je tu enega vložka. Vsak dan, celo leto, iz leta v leto, razni ponedeljki frej, fizioterapije in malo sponzorji, pogovori pa kakšne zadeve. To je neverjetno, no. In ker se te dogaja primer v tem triatlonu, če rečemo Ironmanu, no, vsak leto, kakorkoli ti napreduje, so drugi spet 10 minut hitreje. To je zdaj enormno, če vidimo tudi druge športe, tudi vidiš, maraton. Zdaj, če nisi 2 ure, pa pol sploh nič nisi, ne. To so... 21, zdaj laufajo, zdaj že včas ne veš, a so bili na 10 kilometrov, laufajo 21 kilometrov, mislim, ne. Kam je tu se šlo in tu je težek kruh, ne vem. Mogoče tvoje cajte se mi zdeli zanimivo, ko so bili to profesionalni te borderji, ne. Sam tu je bil bolj ta lifestyle, so bili proji, nekako so preživeli, imeli so tudi, da so preživeli, da so lahko sam bordali in delali pizdarije, ne. To mi je bilo ful všeč, ne. Ampak sem en tak, tukaj sem neki realno na tleh in vem, da je pač neka osnova potrebna, nekaj treba delati, zaslužiš tukaj, da normalno živiš. Kaj zraven se še naredi, da si kaj kuš, prvošiš, vložiš naprej v te stvari, ki jih imaš red, kam greš, kaj doživiš in tako naprej. Tako da ti mi rekel, nič hudega, če nisem profesionalni športnik, no. Edin, če bi, ne vem, 3. ligo nemško fuzbal igral, pa bi imel ful denarja še zmeri, ne, pa ne vem kaj, ampak mislim, da je bolj bistvo tega, da se imaš fajn, da uživaš, da delaš tisto, kar te res nekako srečuje. Bi sicer sigurno kdaj imel red kako uro več ali pa tega kaj več naredil, pa zaradi stvari, ki nismo na profesionalni ravni, ne moremo, ampak ni hudega, je v redu, no. Mi ne manjka nič. A skupinske vadbe vodiš zato, ker nimaš časa se sam s sabo ukvarjati, pa svojim fitnessom, pa združiš prijetno s koristnim? To delam že 12 leto, ampak začel sem zelo tako malo na easy, malo nekako je kar prišel do tega, da sem enim prijateljem malo pomagal, rečemo zadnja leta je pa to kar en tak redno na urniku, 2-krat na teden, kdaj še kakšen izredni trening naredimo, ne vem, tako bom rekel, uživam, to je prva stvar. Imam zelo dobre ljudi okoli sebe, vidim, da se imajo dobro, da napredujejo, da tudi njim iz teh treningov postavimo marsikako dobro izhodišče za ostale stvari, radi se vračajo, so, bom rekel, fajna klapa, zadnja leta je to kar velika skupina postala, bom rekel, tako da v prvi fazi delam zato, ker mi res ustreza, dobro se počutim, dam nekaj tega, ker imam tudi drugim, tudi zase zraven potreniram, to so tiste glavne stvari, ko me še kar ženejo, vsej, mogoče sem imel možnost, če bi tega več delal, pa tudi mogoče bi lahko, pa v kak drug kraj sem še zapeljal, pa bi tudi preživel s tem, ampak raj delam tukaj, da imam motivacijo, pa da res zmer dosti energije, da jo dam tudi drugim, no. Ne da bi delal zaradi tega, ker je tu neko delo, pa da zaslužiš, ne, ker ni tle fore, ni bistvo tle, ne. Zdaj, ne bom te podrobno spraševal o tem, kaj misliš o vadbi za moč, pa dopolnilnih treningih pri vzdržljivostnih športnikih, ampak sam ne deluješ ravno na prvi pogled kot nek shujšan dolgoprogaš, si kar izdelan fant, imaš kakšno kilo mišic na sebi, pač najbrž tudi s tem, kar počneš že celo življenje, skrbiš za celo telo, za kor, za gornji del telesa, konec koncev za rame, roke in križ, najbrž ti to pomaga pri tvojih projektih, ti ta mišična, bom rekel, te mišice niso odveč in ne pokurijo več energije. V osnovi tako, ne, če imaš preveč mišic, pa če izključno sam laufaš, iz gornji del ga nosi s sabo in verjetno breme, ne, ampak pustimo to. Jaz mislim, da je fajn, da si v splošno, da si čvrst, ne.
če pogledam zdaj kako sliko iz kakšne triatlon tekme, se mogoče res zdi, da ne spadam zraven, ne? Ker oni so bolj te čiste suhe postave, bom rekel, običajno. Jaz pa ne vem, že od nekdaj, ker se s tukaj različnimi športi ukvarjam, pa tudi vem, da mi tole veliko da. Mislim, da če si splošno dost močen, da ti tudi pri teku, tudi pri kolesu, veliko ti da. Pri kakšni stvari lahko pa malo ne moči več narediš, ali pa s temi treningi veliko prebiješ neko mejo, ko na podoben način prideš potem, ne vem, v ultra teku, priješ do tiste krize. In če si navajen skozi sam laufati, čez daljše teke, padeš v krizo in ne veš, kako je naprej. Jaz pa z drugimi treningi, ki so tudi zelo zajebanimi, ki pridem do ne točke in potem malo spustimo in v tistem dnevu ali pa v tistem treningu se še veliko tja vrnemo. In mi, bom rekel, te zajebane situacije niso tuje. In tu sigurno je dodana vrednost. No. Poleg tega pa tudi realno, če ti povem, da bi pa zdaj začel hujšati namensko. Ne rečem, pred glavno tekmo sezone, ko imam zaradi samega treninga, pa tako malo pogledam, zgubim tiste 2 kile, ne. Sam, da bi bil pa dec temle, pa imel 60 kil, da bi bilo sram majico dol dati na morju, pa hvala lepa, pa nobena stvar ni tako redna, ne. Tako da, malo pa moraš biti, ne. Tako se mi zdi in čvrst, pripravljen za življenje, no. Se mi zdi, da je tu kar dobra naložba za naprej. Ja, kljub temu, da dan današnji rabimo ravno najmočnejšega torza, pa rok za dvigovanje težkih bremen, ker dvigujemo največkrat samo kakšen kozarček ob tipkovnici, ki jo drgneš cel dan, pa vseeno to, kar praviš, bi ne škodilo nobenemu od nas. Ja, sigurno. Nasploh že, ampak vseeno, mišice potrebujejo tudi hranila, ti si že večkrat dejal, da športaš zato, da ne rabiš diete, in da ješ vse, s čim se zdaj torej prehranjuješ še vedno pač z vsem, ali si tudi na tem področju kaj delal posebnega? Ne, jaz jem že od nekdaj iste stvari, sem zbirčen, ne jem ful raznolike hrane, ne jem zdrave hrane, moja najljubša hrana je pica, najraje pijem Coca-Colo, to imam rad. Rad imam tudi, bom rekel, malo te domače hrane, ne, ker je stara mama delala, je bil super, ker mami naredi je super, ne. Imam rad to domačo hrano, neko normalno, sem pa v osnovi pa zbirčen, no. Veliko stvari ne jem in veliko stvari bi bilo fajn, če bi jih jedel, ker so čisto normalne, neč zdaj, bom rekel, da jih lahko kaj predalčkaš za tiste, ki jejo meso, za vegetarijance, vegane. Normalno jem, kar precej jem, ker verjetno tudi precej ven, imam pa dober apetit, paše mi. Rad imam dobre stvari, tiste, ki so pač zame dobre in jih jem. Mogoče pa to naredim, sem že naredil in sigurno je razlika, no, tudi v tem, ker ful cukra jem, sladkorja dam, ker veliko sebe pač paše mi. Pa je kakšna večja tekma, pa si rečem, zdaj še ful treniraš, pa dej malo zreduciri, se pravi, da tisto vnos sladkih stvari, sladkih pijač in pa nasploh sladkorja, ga nekako zreduciram tja na 20%, se pravi, nisem sužen tega, še zmer si kje prvošem, ampak malo manj, zdržim to 2-3 mesece in tam si tudi sigurno nekaj še naredim dodatnega plusa pri performancu in pa v spredno s treningi, sigurno se pol to tudi poznano, ampak se načeloma pa hrana, da jem, ker mi paše. Pa skozi, kadar ti paše, da sploh pač zalagaš svoje. Ja, ni problem, jemo, ne, če smo lačni. Ne pijem pa alkohola, recimo, ne, si ne delam mogoče minusa. Mislim, ja, to je zanimivost. Jaz sem te hotel vprašati, da mi običajni smrtniki gremo v nedeljo na tek, zaradi tega, da gremo pa lahko pač na zvarek, Ja, s peno, kaj ti popiješ, Coca-Colo po teku, ali kaj? Na teh dolgih tekih ali pa sploh Coca-Cola je tudi profesionalci jo vnašajo vase, ker prav pride, ne. Bom rekel, ok, da razumem, ti greš na pivo za lušt, ker ti je fino, ja, jaz grem pa na Coca-Colo, evo, prav tako, no. To mi paše, super je. Tle je malo razlike, pač da ne, mi ne paše. Ja, saj imaš prav, mi utapljamo svojo žalost, ker smo tako za nič športniki s tem, da pač pijemo alkohola. Ja, tako vidiš. Ja. Jaz verjamem, da je dobro, ker drugače več glavnina ljudi spije kakšno pivo in prav je. Ampak ti pa res striktno se ne lotiš nikoli, tudi ne zdraviš, ne ob kakšnih posebnih priložnostih. Ne. Tudi nisem kaplja alkohola v življenju sploh probal. Zanimivo. Pa te ne mika vsaj preizkusiti, kaj
To je hudič. Pa mislim, da če smo tiste leta dal čez, se je to začelo delati, ko je ekipa začela malo manj skatati, malo manj bordati, malo več pit, pa še kaj drugega mogoče probati, ma nikoli ni zamikali. Ker skozi se mi je zdelo, da mi alkohol jemlje nekje družbo, jemlje tisti čas, ko smo ga prej preživljali za, ne vem, skateboarding, motocross, ko se mi je zdelo. In sem se raje malo tistemu maknil, še kar delo stvari, ki sem jih moral. In ne vem, mogoče se mi prav zdelo, da mi tako alkohol, ne vem, da mi mrske vzame, ne. Niti ni mi bilo všeč, ne vem, takrat najstniki, obnašanje tega folka, pijan, pa ne diši mi, no. Vino mi ne diši, tako konektarjem. In potem, ne vem, mogoče iz tega naslova se rekel, ne, nočem. Verjamem pa tudi to, da je zelo fajn. In če je nekaj zelo fajn, imam zelo rad in rad probam. In sem si že včasih rekel, bolj, da sploh ne probaš. Ne. Ja, imaš prav, ja, boš, da ne probaš. Jaz tudi ne bom probal ekstremnega triatlona, da mi ne prata všeč, ja, tako, za vsak slučaj. Kaj pa, če mi rata všeč, pa že to je rekla. Ja, to je čisto v redu. Šalo na stran, dragi Ici, evo, zapravila sva že uro pa pol časa, ne, kakšen trening bi to bil, ja, ampak seveda, ne, za češnjo na torti te moram še nekaj vprašati. Letos sta zanjo obudila staro trbovsko klasiko, ja. Svoje čase je nihče drug kot Leon Cestnik, bil eden tistih, ki je organiziral v srcu Zasavja kajpak Knap Trail, potem je ta stvar po nekaj letih se je nehala organizirati, no in kako se je potem ponovno kot Fenik iz pepela rodila in kot kaže jo čaka kar še zanimivih nekaj sezon. Ja, zadeva je pa taka, Knap Trail potekel od leta 2015 do 2018. Sam sem na vseh 4 nastopil, pač lokalna tekma, imeli smo se dober, ok, organizacija, vse je bilo v redu. Pa ni bilo Knap Traila več. Tudi Anja je še enega odlaufala zraven, takrat najdaljšega 64 km, da jo pohvalim, zmagala je. To Anja! V glavnem, zdaj zadnje leto dobro, zadnje reačemo malo več kot dobro leto, sem pa zadnjo malo razmišljala, zakaj pa ne bi nekaj v Trbovljah naredili. Sama sva kot v teh vodah, poznama nekaj ljudi, sama tekmujeva, vema, kaj kot tekmovalec pričakuješ na neki tekmi, kaj so tiste glavne stvari, ker jaz mislim, da če ti gledaš čez oči tekmovalca, je neka organizacija, ali pa saj nastopajočega, mu rekel, je organizacija lahko malo drugačna. Bolj veš, kaj rab tekmovalec, prideš na tekmo, parking, garderoba, hrana, pijača, tuš, vse tiste stvari, ki jih rabš, ki veš, se mi zdelo, da bi znala midva ukomponirati v neko tekmo, pa plus tako, imamo lepo v Zasavju, imamo lepe hribčke, tja do dobrih 1200 metrov, jih je kar nekaj, lep gost imamo, bom rekel, precej lepih poti, razglednih točk, in kot Knap Trail, ker je že bil, je bil tudi en pokazatelj, da je neko zanimanje takrat bilo, sicer tega zdaj 4 leta ni bilo, ampak pa sva rekla, ko pa če bi ja en tek tukaj naredila. Lahko bi dala neko drugo ime, nek Knap Trail, neki drugega, mogoče malo drug datum, ampak se neko demo buditi to. Tako da sva Leona vprašala, če bi mu bilo prav, da budiva Knap Trail, in rekel, če ga pa vidva delala, je rekel, pa dejta. Super, tako da sva se lotila Knap Traila, obdržali smo isti datum, ko je bil vse od leta 2015, se pravi prvi vikend v novem letu, sobota, in potem sva lahko rečem skoraj eno leto kar na dnevni bazi delala za Knap Trail, ker dela je bilo res ogromno, ampak mislim, da je kar uspelo, no. No, ponovna premierna izvedba, bil sem zraven, sem imel to čast, je bilo vrhunska, ja, mislim, da ni bilo udeleženca ali pa spremljajočega, ki ne bi bil navdušen, no res je bilo vse v piko, z blatom na čelu, evo, ja, res, vrhunsko, ne, še sneg nam je bil prizanešen, da nas ti odnesel kakšno grapo, res luštna stvar, veliko dela praviš, ti je bilo kdaj žal, pa si rekel že vmes med pripravam, to je čist preveč za en takle projekt, ki imam pa čas še to, ne, se moram še sam športati, je trpelo kaj drugega zaradi tega? Sigurno je tudi prše, ki sem se vprašal, mogoče kdaj, sem se vprašal, tako ko se med kakim dolgim tekom ali pa dolgo aktivnostjo vprašaš, kom je tega treba, ampak tudi le sem točno vedel jasen cilj, vedel sem, da se je že veliko vložilo to,
Videl sem, da se je stvar začela premikati v pravo stvar, dobila sva nekaj podpore v okolici. Tudi skozi tale leto organizacije sem videl, da imam izjemne prijatelje okoli sebe, telefonski menik, zdi se mi, da kjerkoli sem poklical, so ljudje šli nasprot, so pomagali, sicer sva dva delala to organizacijo v glavnini, Leon je bil nek tak mentor in še zmeri, pa kaj pomagal, tudi trase je Leon stresiral, v zadnji fazi, bom rekel, tetle prostovoljci vsakem čas. Mi je bilo vmes, da sem mislil, ker je veliko prostega časa mi to vzem, in zanje smo večino stvari govorili o knap trailu, knap trail, ideja una, ko boš ti naredil, ko sem jaz, ko bomo danes, ko bomo jutri, in pa sem videla, da se dobro razvija, navdušenje na tekmo je raslo, in sem pol res hotel narediti, koliko se je pač dal najboljši nivo, ker smo mislili, da ga pač lahko, in zdaj sam sebe ne gre hvaliti, ampak glede na odzive od tistih, ko so bili prvič na taki tekmi, do teh naših najboljših tekačev, njihovi zapisi, mnenje in kako so delili, pa te nasmehi, bom rekel, nam je res povrlo vse to, tako da smo bila res navdušena in tako da bi bilo žal, da tega teka ne bi bilo več, Se pravi, drugo leto bo spet na sporedu. Ja, se pravim, malo sem študiral, fajn, da tu speljamo, vesela, da je šlo nekako po planu, pa da ta feedback, ki smo ga dobila, je bil res wow. In tam že na dan tekmo sem se potem začel spraševati, bo treba tu spet delati, Tudi tle imam eno dobro zapovedati, recimo, ko sem šel ven iz dvorane, sem nekaj grem tle zraven na finiš, malo pogledati, stopim pred dvorano, bilo nekih 5 stopinj po mojem, po koncu tekmo, vidim tam 3 tipe, pijejo pivo, se smejijo, en je bil celo bos, se obrne, vidim, evo ga Markota, nasmejan, bos na 5 stopinjih, sobota popoldne, sem rekel, če je pa tako nasmejan na Trbolih, pa mi tole še naprej delati. Tako da lepo, da si se tudi ti udeležil, da sem upam, da sem imel fajn. In drugo leto knap trail, kot kaže, bo, gremo v to smer, smo že zdaj začeli s štartom in tako da vabljen, lej, te bo čakal tisti s peno na cilju, pa tudi kakšne nogavice ti lahko kupimo, ampak vsaka čast, Zume je nihče drug kot Ivi Hrastovc, ki je tam sedel, stal bos, pa je rekel, zakaj pa si obuta, in mi ni preostalo drugega, kot da sem se mu pridružil. Ivi. Super je bilo, res. Ja, v naslednje leto pa še sneg, da še to doživimo. Sam še eno vprašanje. Tle žal nič ne moremo, vreme je, kot je. Bom pa rekel, da mogoče je bil pa tukaj lep dan, konc koncev, da je bilo pa čisto fino, Mogoče tak je bil. Osebno bi si bolj želel, da bi bil sneg, ampak to je pa pač narava, vreme, ena poštena zadeva do vse, tako je bilo, ampak fino, Zato moraš še delati, dokler ne bo snega, dokler ne bo snežnega meteža. To moraš zdaj vse izkusiti tudi kot organizator. Samo še eno stvar mi povej, si bil bolj nervozen na predvečer balatona ali na predvečer letošnjega knap traila? Ko bi rekel? Prav, res nisem nervozen, pred nobeno tekmo. Nisem bil. Bravo. Ne. Jaz mislim, da recimo, ko ne morem zaspati, ali pa, prvi Ironman, ki je bil, vem, da mi je tukaj, da sem bil nervozen. Takrat vem, da sem bil. Zdaj pa, ne vem, že za balaton se spomnim, vedel sem, cilj je bil jasen, vedel sem, kaj bi treba narediti. Časa je bilo dosti, da to naredimo. Tako da, tudi pred knap trailom se mi zdel, veš, 1 let se je delal, In zgledali je dan pred tekmo, da vse stvari štimajo, da so v redu, nekako. In res nisem bil. Sem bil bolj navdušen, kakor da bi bil znerviran. Prišli so tako fini ljudje, tako dobro vzdušje, zadovoljstvo že pred samim štartom, pa je bil ta dober flow čez cel dan. Bravo. Res je. Evo, obdelala sva praktično vse, lahko bi še govorila, rekla sva do 10 zjutraj, ko moraš iti na tek, ampak ne bova, da bo še Anja imela kaj danes od tebe. Čist omenil si na začetku, pa te bom za konec še vprašal. Rekel si, da ne upaš očetu povedati za tvoje nadaljne plane, no kakšni pa so tvoji nadaljni tekmovalni plani, če lahko to razkriješ najnemu občestvu zdajle? Mislim, mu ne upam povedati, normalno, da mu upam, ampak bom rekel, za kakšno prejšnjo zadevo sem še malo študiral, kdaj mu naj malo omenim, ker itak vem, da odziv bo isti.
Pa itak vem, da bo šel zmer zraven, pa vem, da je navdušen konc koncev, verjetno tudi ponosen. Tako da samo nekaj nazaj, ko sem malo bolj resno začel razmišljati in nekako sem se vse že odločil. Anja letos je imela poštimane zadeve z kvalifikacije, imela urejene, kar se tiče UTMB-ja, in sem mislil, da bomo v koncu avgusta, mislim, da bi bila opcija, da bi bil v Chamonixu, ampak je rekla tudi ok, ko ni bila žreba, nama neke druge stvari še letos, in zdaj se je pa nek datum sprostil, ki je glih v tistem obdobju, tako da skoraj sigurno bom letos nastopil na svetovnem pokalu trojnega Ironmana v Avstriji. Ja, tako no. No, zdaj ste slišali, spoštovani in spoštovane. Ja, evo ga, zdaj pa razkril. Trojček, trojni, Bog pomagi. Se pravi, če dvojenega narediš v 25 urah, v kakšnem času boš trojenega? Veš, kako ti jim rekel, ne vem, niti nisem zelo veliko razmišljal o tem, vem pa, da se tle časi precej se potem zavlečejo, je razlika, ne. A veš, tako kar je med 10 pa 20 km razlika, še večja razlika je med 50 pa 100 km teka, med 100 pa 200 je spet razlika, tako kar vem, da je enojni, dvojni neki. Tle pa, vsaj kar se vidi drugače čase, je to ni kar 3-krat Ironman, ne, to je parkrat Ironman. Bomo videli. No, bomo, že zdaj navijam zate, to bom spremljal, to ne bo pač tako hiter konc, ampak zdaj ti bom rekel za konc, zakaj vraga bi pa hodil na Špartatlon, če imaš bolj zajebane projekte pred sabo. Tako da, Ici, kapo dol, vsa čast, res. Hvala za tale pogovor, tole bi dejansko lahko še razvlekla, ti imaš teh zgodb nebroj, ampak bojo počakali do naslednjič. Res je bilo fajn, no? Odličen sogovornik si, užival sem, kajpak v tvojih prigodah in tvojih nasvetih. Kaj si bom vzel v srcu, kaj premislil? Za konc, tvoja beseda bo zadnja. Prosim, moče še kakšno poslanico tekaški seriji. Tebi se zahvalil za povabilo, me veseli, da smo takole v miru poklepetala, sej parkrat sva že malo, kdaj se nam je malo mudilo, takole v kakih priložnostih sva se videla, ne, na kakem teku tem po ljubljanskih ulicah smo malo govorila, pa letela na Knap Trailu, sem jaz organiziral, ti si laufal, pa pivo pil. V glavnem me veseli, hvala za povabilo, fajn je bilo poklepetati, to je to, sigurno se še kje vidimo, vabljen tudi 2024, prvo soboto, na kakšnega v Trbovlje, ne. To je to, in drugače pa ne vem, sploh pa, ko vem, jaz zmer pravim, dajmo čim več športati, uživati, ne. Življenje je res samo eno, hiter gremim, tako da treba izkoristiti na tak in drugačen način, pa mogoče bolj iskati priložnosti, kakor pa izgovore, ne. To ti kar da v lifeu. Glede na to, da imaš po tvojih zapisih tak zelo specifičen smisel za humor, ki mi je zelo všeč, ta trbovski, pa da si vzmeraj, kadar te vidim ali pa berem tvoje zapise, si predstavljam, da si dobre volje, tudi če si slabe volje, ima zmeraj kaj dobrega, si kdaj slabe volje? Pride dan, sigurno, da pride dan, pride ura ali pa trenutek, ker si slabe volje, ker skozi itak se ne moreš biti, oziroma bi se zlagal, če bi rekel, da po večini pa ne vem, mislim, da sem pozitiven, probam biti pozitiven in pozitivno gledati na stvari in okolico in gibati se v okolici, ki mi ustreza, z ljudmi, ki mi ustrezajo. Imam veliko dobrih prijateljev, fajn familijo in kar fajn, no. No, tale podcast, spoštovana publika, je bil definitivno pozitiven. Ja, če vas še kaj zanima, skomentirajte spodi, jasno napišite meni ali pa Iciju, še kakšne umazane podrobnosti, pa kakšne male skrivnosti velikih mojstrov, kajpak. Ici, še enkrat hvala, pozdravi Anjo, ostani pač pozitiven. Hvala, Marko. Te vidimo. Z Bogom, srečno. Srečno.